Kaj? Imaš enega sarajevskega komada. Niti refrena, ne. Niti refrena, ne. Pa ženo imaš Dalmatinko, da te nije sramota. Temu našemu Cirilu to ne smeš vse verjeti. Ne, to ni res. Stari podcast se še začel, ni Jure, pa že za 3 lopate naložil zdaj. Madonca. Pali motor. Ujebe. Pa si res ne vzel? Sorry. Kaj zdaj? Ja, kaj, lahko jaz? Dejno. Mislim, jaz ne morem čakati. Sam ne predolg, da pa pravi, Pa ne rečemo žakar, prosim ne rečemo žakar. Ja. Z nami je pa danes gladiator. Prijatelji, z nami je pa danes gladiator, motokrosist, enduraš, pa eden unih dirkačev, ki na Dakarju ne menjajo samo oljne filtre pa zračne filtre, ampak on je do cilja Dakarja, po moje bo on povedal, ampak saj na 4 zajle za gaz zamenil. Veš, kaj to pomeni, ne? Da tam, ko se pokaže ravnina priložnosti ali pa pesek priložnosti, je samo en pomik. Prej pa si rekel, da sem jaz stiskal na jajca vosu, zdaj pa... Ja, samo on ima tudi tehniko. Ne, Jure, on je... Ne, počakaj, da predstavim gosta, ne se zdaj notvali. Z nami je, dragi poslušalci, z nami je Toni Mulec. Ne? Za njim je prvi Dakar, vrhunska uvrstitev, pa človek, tu pa jaz vem, ker so mi vsi, ki se spoznajo na motorje, veliko bolj kot jaz, povedali, da je en tistih ljudi, ki zna tudi šepetati strojem. Ti si tudi en tak. Toni, ja, podaljšal pa čestitke. Hvala vam za povilo. Mene pa res zanima, a vsi motori imajo še zmer zajle? Mislim, tako, pač tehnika gre toliko noro naprej, pa zajle so pa še zmer zajle. Ne, v bistvu, to se moram zmeraj nasmejati, ko ima Miran zelo dobro anekdoto glede tega, saj verjetno vi poznate. Ampak v bistvu ne, ta motor, ko sem ga jaz imel, še ima zmeraj zajlo, ampak novi motori imajo pač drive-by-wire, tako da je vse preko elektronike, tako da tam se zajle ne menjajo več, samo elektronika še. Se čipe menjajo. Čipe, tako. A gremo malo na začetek, ne? Ja. Zmenjeno. Toni, koliko hitro si ti pod 2 kolesoma zamenjal asfalt za blato, pesek? Zakaj je offroad? Ko pa jaz vem, že odraščal sem v vasi doma, mislim na vasi doma, tako da v bistvu tam ni bilo kaj drugega kot pa offroada in biti v naravi skozi se vozi z motorjem. Ne vem, zakaj me je to toliko privleklo. Ne vem, cesta me mogoče na začetku je bilo malo longa želja, da bi šel, ampak koliko enkrat sem bil samo v prometu, sem videl, da to ni za mene, da veliko reč se preskušam na offroadu, predvsem na motokrosu takrat provi, ker v bistvu lahko nekako te svoje limite lahko preskušaš in če ti vinek ne gre, pa če ven zapelješ, na cesti pa tega ni, ne. Tam pa če vinka ne zvoziš, ponovadi te kam drugam spakerajo, ne v rešilca. Zapelješ ven iz življenja. Tako. Kakšna je bila pa pot iz motokrosa, če zdaj tako malo strnemo na štart prvega Dakarja? Jure ima hyper forward, ne super, ne fast forward. Na ti kar vpraš? Gremo malo nazaj, pa smo že danes. Vam jaz pa še kaj vprašam. Sorry, ampak mene je tukaj prevzelo, res. Jaz že na tistim andaluzijskem reliju, ko sem jaz tebe spremljal, sem mislil, človek bo na Dakar prišel, pa bo nekaj naredil, veš, tako iz prve. Mislim, a veš, verjel sem njega, ko sem videl, kako se je pelo, kar so mi vsi govorili tudi, a veš, ko se na derke res poznajo, ne. Zato da jaz kume čakam, da pridemo na Dakar. Jaz sem že pozabil, kaj si vprašal, ampak jaz bi res ostal malo tam, kjer smo začeli. No, dej povej, kje se je pa pojavila ta želja, da bi pa tekmoval? Ok, to, da greš ti malo vozati motorje, pa preskušati svoje limite. Kdaj si se pa hotel prvič probati, pa reči, ok, da vidim, kje sem, ne, v primerjavi z drugimi? Kaj pa jaz vem, ne vem, mislim, že v osnovni šoli, ko smo imeli te maratone, te teke, to smo zmeraj tekmoval, pa sem bil mogoče že malo tekmoval. Ne vem, ne znam tega najbolj odgovoriti, ampak pol sem enkrat šel v bistvu na eno tekmo, so me, bolj kot ne kolegi, so me skozi vabili, da gremo, ampak to je bilo bolj kot ne druženje. In na ono tekmo, ko sem šel, v bistvu ti se je bila zanimiva zgodba, ker sem v bistvu na prvo tekmo, ko sem šel od doma, pa to je bilo v Rakeko, od doma pa do proge je deževalo skozi, ampak jaz sem šel to na moje prvo tekmo, ne vem, koliko se spoznate na te stvari. Jaz nisem imel tear-offov, ni bilo roll-offov, ni bilo nič. To je tako, da se grem pač voziti s kolegi, dejansko.
In tudi štartna rampa nisem vedel, kako je treba štartati, kaj je 15 sekund, kaj je 5 sekund, ampak v glavnem, da skrajšam zgodbo. Na uni tekmi je bilo v glavnem toliko dežja in na uni progi veliko vode ostaja, se ne odteka in tudi motor ni bil valjda pripravljen, te zračne filtre pa te stvari, to je bilo del pamet. In jaz vozim dirko, jaz sem štartal, pa verjetno zadnje, se ne spomnim tudi, ampak pač sem vozil dirko, pa me Nata skozi kaže, kao, to. Pa je super, pa vse mi kar fajn zgleda gre, veš, pač zadovoljen, to je to, jaz vozim svoje dirko in v bistvu se spomnim, da mi je pokazal še finišer tam 2 kroga do konca, ko imamo, pač ne vem, koliko je bilo, 10-15 minut plus 2 kroga in vem, da mi pokaže še en krog do konca, jaz ful vesel vozim, meni se pač fajn zdelo, bil sem v blatu, v dreku, no, če rečem po domače in pol kroga pred koncem meni motor zariva, ne. In takrat sem še enkrat motor užgal, še enkrat probo, itak ni bilo variante, da motor zariba takrat in sem želel priti do cilja, ne vem zakaj. Ampak pol, ko sem prišel peš do cilja, sem ugotovil, da sem testo dirko vodil, da sem bil prvi. In meni so ti navijali, meni je kazal prvi stres, na mislim, v redu voziš. Ne. A obstaja hujša kurjava, kakor za nadaljevati kariero, kakor to? A si predstavljal, če bi zmagal, bi mogoče rekel, ok, pa če sem tle neki dosegel, vem, kje sem, ampak to, da pa vodaš, pa da ti crkne motor, to je pa hočem čim prej na novo dirko, ne? Ja, tek nekaj je bilo, pa pol tudi vem, da se spomnim, tam so pobi trenirali, domačini so bili, pa se spomnim enega očeta od enih dirkačev, ki je prišel do mene, pa mi je rekel, vidiš, prav ti je, pa se izgledam, ko pa je, takrat še nisem tudi ne vedel, da sem bil prvi. Preče, veš, zato ko stek pridrzen, zato si pa padel, ali, ker sem v bistvu padel, ker mi je motor, pač zagrabilo mi je mašino, ne. Aha. In pač sem padel, oni niso vedeli, da sem jaz, v bistvu, da se mi je motor zaribil. Oni ima tudi 3 limone v ustih, ki je prišel do tebe, po moje, ja? Ja. Kaj je zdaj to za en? A veš, kaj neverjetno njegov sin si je mislil, mater je to ni dober, ne, tam mu je šel pa reči, da veš, no, vidiš, kaj si predrzen. Ja. Ja, vprašanje, kaj si je sin mislil, stari, ne? Ti si bil tudi dirkač, a je lahko dirkač uspešen, če ni vsaj malo predrzen? Ne, pa se pravijo za dirkače. A veš, zdaj to, ko gledamo Formula 1, kaj že na Netflixu. Drive to Survive. A veš, vsi hočejo nekako simpatizirati s temi karakterji, ki jih oni izoblikujejo čez te oddaje, ampak dirkač mora biti malo tak, a veš, da ti ne sme ti biti simpatičen, če hoče biti uspešen. A veš kaj? Okay, saj se najde kdaj pa kdaj kakšen tak, ki se sestavi vse to v neko tako formulo, da ti je rečeš ultima dirkač, in simpatičen in hiter vse, ampak če gledaš v zgodovino, pa ne samo dirkanje, kjerkoli športnik, vrhunski, Jordan, ne vem, Senna. Prost, vse, vsi so bili freh na koncu. Vsi so bili malo, veš, taki. Veš kaj, meni se zdi, da je publika mogoče pri enih športih bolj, pa pri enih manj, pa tudi nasplošno, ne samo pri športih, publika je zelo hitra ali pa vse bolj občutljiva postaja, če je kdo malo freh. Ampak veš, to pogosto sodijo ljudje, ki se na šport sploh ne spoznajo, pa nikoli niso bili v momentu, ko moraš ti, stari, moraš grist, pa se ti po domač povedan jebe za čisto vse ostalo, ker ti si tam vložil leta in leta treninga, zdaj pa ni zdaj časa, da si ti Mr. Nice Guy. In valjda se to pokaže ali v kakšnem intervjuju, ali na pisti, ali kje. In pa ta pa je tako nesramen, zakaj pa ta tako, pa daj, come on, sploh v individualnih športih je to potencirano krat, ne vem, pa Toni je predvsem v svoji prvi dirki pokazal to, kot doskrat najboljši pa najuspešnejši dirkači govorijo, ne. Dober sem bil takrat, ko sem užival na stezi, ne. Ti nisi bil nič obremenjen. To se strinjam. Ti si tam po uni rampi, gas odprl in si se pelil, ne, in si užival, ne. Mingrde, jaz bi šel pa mogoče še malo nazaj, mi je še fajn, da... Ne. Kako bezlamo, ajde. Ne, čak samo, zdaj sem pa jasno. Odkud sploh si, stari? Bravo. Jaz sem v bistvu, če rečem, tako bom začel, iz kontra strani, iz Slovenj Gradca, iz Legna, da si predstavljate Slovenj Gradec, če se peljete proti Kopam smučišču, tam je zelo, zelo lepa vasica Legen. Ta vasica ima zelo veliko dobrih ljudi, ki mi je pripomogla na tej poti, da da sploh danes tu sedim, pa da se o tem pogovarjamo. Najtačneje, še pa pol mogoče, če grem bolj na globalno, je pa Koroška to, no. Če še kdo ne ve, kje je Slovenj Gradec Legen. Daj malo več povej, ker si rekel, da si hvaležen ljudem tudi iz svojega kraja, pa na kakšen način te lahko ljudje ali pa so te podprli, ali pa so te podpirali. Najbrž ne samo z navijanjem, pa še s čim drugim verjetno, ne? Ja, to je bila zanimiva zgodba, da to so bili tisti zadnji dnevi, ko sem bil čisto obupan že, takrat sem dvakrat rekel, da v bistvu, če bi prej vedel, da bo to tako, da se verjetno tega projekta ne bilo to, ne. Ampak to je spet zdaj odvisno, kakva oseba si, jaz pač se veliko sikiram za te stvari
In takrat so polososedje začeli pač na veliko pomagati mi z vsem, praktično z kontakti, pošiljati me od enega do drugega, odpirati mi vrate, začeli so mi denar donirati, začeli so mi denar nositi, majice kupovati, ne vem, to še zmeri ima malo zadržka pri teh stvarih, ker še zmeri rečem vsakmu, da mislim, fajn je, da to pač to ve, mogoče, no ne vem, da v bistvu jaz grem dirkati, jaz grem na nek način uživati. Ljudje zbirajo pa denar za zdravstvene zadeve in te stvari in tu sem jaz imel to blokado, denar sprejemati od ljudi, veš, in v bistvu sem probal nekaj to zgodbo tek napeljati, da v bistvu donira oziroma prinese denar res tisto, ko čuti za te stvari, da ti da to. Nisem pa nikakor želel grobo biti pri teh stvarih, če lahko tako rečem, pa od ljudi prav denar prositi, pa ne vem, obsojati koga, zakaj si dal, zakaj nisi dal, zakaj si dal to na tak način. In se mi zdelo, da je to čim bolj neki odprtega tipa. Okay. Zdaj pa moram skočiti na Dakar, sorry, ker se nanaša na to zgodbo, kar si zdaj povedal. A te je ta zadeva omejevala kakorkoli pri samem nastopu na Dakarju? Mislim tako, če si imel zaradi tega mogoče neko mini blokado v glavi, češ jaz pa moram priti do cilja in ne smem odpreti gasa zaradi tega, ker ljudje pričakujejo od mene, da bom končal Dakar. Ja, dobro vprašanje. To sem glih imel z malo pač pogovoru z temi, ko so mi fest pomagali, oziroma tudi sponzorji. Preden da sem šel na Dakar, moram reči, da nikoli, ko sem dirkal v moje karieri, pač 21 let sem dirkal vsega skupaj, se nisem nikoli s tem obremenjeval, zmeraj sem šel na dirko, pa dal zmeraj vse od sebe in sem pač hotel pripeljati najboljši rezultat. To je bil pa zdaj moj prvi projekt, ko sem začel, ampak to je bilo nekaj malo pred Dakarjem, preden da sem šel ne prav veliko, ko sem začel pa razmišljati o teh stvarih, da jaz se želim dirkati, sem dirkač, ampak shit, to je pa treba zdaj malo razmisliti, ne? Ker na koncu nosim na hrbnik z 100.000 evri in sem se zavedel tega, da če ne prideš do cilja, če ne pripelješ tega, si koncu vse stran vrgal. In to je bila, s tem sem se veliko obremenjeval, oziroma veliko breme mi je bilo, ker nisem bil navajen tega, prej nisem nikoli o tem razmišljal, tako sem povedal. In tudi med samo dirko sem veliko mogel tega razmišljati. Gaza pelati, včasih malo biti previden pri teh stvarih, ne glih z glavo skozi tit. Moja karijera, tudi motocross je bila taka, da sem imam veliko hudih crashov, pa zanimivih zgodb, tako da, zato ker sem bil zmeran predrzen, pa sem neke določene stvari delal, pa šel mogoče kdaj skozi. To se pravi, da je to bilo neki kontra temu, kar sem jaz delal. In, jaz se spomnim, ko sem bil majhen, veš, pa imaš včasih smešno vprašanje, kdo zdaj zmaga, Bruce Lee ali Tiger, pa tako. No, ampak pa me je vedno tudi zanimalo, kdo je najmočnejši na svetu, ne? In mi nikoli ni bilo jasno, ker mi ati je vedno rekel, da najmočnejši na svetu je tisti, ki premaga samega sebe, ne? In to je tak moment, ko moraš iti proti sebi, proti svojemu načinu, v bistvu proti svoji biti, ne? Ker ti iščeš mejo, hočeš iz enega odseka potegniti največ, pa moraš reči, čak samo malo, da gremo sam na 85 postov, zato da bom jaz lahko zvečer se v legu zaspal, pa naslednji dan šel naprej, ne? Ja. In to je po mojem mora biti to ful zajeban narediti, ne? Dan za dnem, ne? Tukaj bi šlo hitrejš, ne, gremo tako. Ja. Pa dokje ti stroj spusti, pa dokje, tako no. Sploh, ko mimo tebe padajo neobremenjeni tovarniški dirkači, ki si misliš, tega bi pa lahko tako snel, nič mu ne bi bilo jasno. Ne? Pa še Chipman nam je zdaj. Ja. Ta zgodba se je začela v Maroku že, veš, je bila že tekma mi je bila v bistvu tu taka ena med težkih, tek psihično obremenjujoča, ker tam sem pa vedel, tam je bilo mogoče, tam sem se z drugimi stvarmi obremenjeval, zato ker tam sem dal nekaj si dal že na mizo, da bo šel na Dakar, nekaj se je začelo govoriti o tem. In jaz sem že tudi malo nagovarjal sponzorje takrat, ampak sem vedel, da brez une stopnice nimam praktično nič v rokah. Ne? In Maroko mi je bil tak težek, ker sem pač vedel, ker tudi tam za Maroko, na primer, oni niso meni povedali, ne vem, moraš biti 5 ali pa ne moraš to doseči to, da se kvalificiraš, ne. Oni so meni samo rekli, pojdi na dirko, če boš dobro odpeljal, imaš stopnico za Dakar. Ja, dobro odpeljal, kaj je zdaj to? Kaj je zdaj to, ja. A veš, kako je zdaj odpeljal? Rally Maroko, rally za svetovno prvenstvo. 9. mesto, stari. Med top 10. Ja, to je bilo v Rally 2. Ja, pa dobro. Ej, ampak a je to od nekdaj, da se moraš kvalificirati na Dakar? Zadnjič je Miran razlagal, pač, da takrat, ko je on šel, ne, zdaj to je že dolgo nazaj, da so enostavno napravili skaldenar v lokalnem kafiču, pa so šli. Ne? Ne, ta trend se spreminja skozi. V bistvu že za lansko leto je bilo malo lažje, če bi že lani šel, bi mi bilo veliko lažje.
v bistvu omejujejo število tekmovalcev. Takrat, ko je Miran šel, pa še zadnjič sem se pogovarjal z enim tekmovalcem iz Češke, ko je bil dober motokrosist tudi včasih in smo glih debatirali na tekmi, ko sem jaz rekel, da nimam stopnice za Dakar. Pa je on rekel, ko sem jaz šel, sem sam poslal papirje, kdo sem, kaj sem in so me sprejeli. Zato, ker takrat, ne vem, Miranovih časih se mi zdi, da je bilo okrog 300 tekmovalcev. Ne? In takrat so oni sprejemali praktično vse. Zdaj so pa začeli to omejevati in v bistvu že lansko leto je bilo, številka je bila 160 tekmovalcev, tu govorimo o motoristih. Letos so pa šli na 100 že. To se pravi 60 tekmovalcev že viška. Poleg tega, če se vseh teh 60 odloči, pa še te, ko sem jaz, ko so prišli na novo. Ne? In zato se zdaj te stvari malo zaostrujejo vsako leto bolj. Predvsem pa tudi po mojem, za leto so imeli malo že vedeli vnaprej, da bo pač Dakar res težek in so probali malo selekcijo narediti že prej. Aha. Jaz sam nekaj moram še povedati. Ne? Pa daj, no. Prej, kad vidim, da je bilo tako Tonju, ne bom rekel malo neugodno, ampak kad si tako iskreno povedal. A veš, jaz pa v tem ne vidim nič slabega, da so ljudje skupaj stopili pa podprli športnika. Ne? A veš, kad na drugi strani tudi, zakaj bi mogli Slovenci vedno skupaj stopiti sam za neke žalostne zgodbe, ki bi mogle sistemsko delovati. Lej, meni se zdi pa to in tudi iskrena hvala vsem prijateljem Tonju pa sponzorjem pa to, da ste mu pomagali, da je fant red šel tja pa pokazal, kako se pele, ker ne vem, meni je pa to zelo lepa zgodba. No? Jaz pa mislim, da Slovenci nismo škrtice za te stvari. No. Če se spomnim že od osamosvojitve naprej, kako smo podpirali naše športnike, zadnjič je bila oddaja dokumentarcev Podarim dobim. Veš, takrat smo se mi financirali, oziroma ne samo smučari, pol s časoma večina naših športnikov se je financirala na ta način. Mislim, ne v celoti, ampak veš, smo znali skrb stopati. No. Tako da jaz mislim, da nismo škrtice. No? Pa ne, se ni to, bolj, mislim, to, ko sem jaz hodil, bolj so bile težave s tem, ko sem jaz hodil okrog po vratah pa trku za sponzorstva, pa ljudje pač, če vidiš, da nikomu, mislim, a veš, imaš ljudi, ko te tek podpirajo, pa lepo s tabo lepo govorijo, te dajo v zveze, če po domače rečem, ko pridem pa potrkati, je pa pol drugačna zgodba in veliko je bilo teh zavrnitev, je bilo takih, jaz na koncu rečem, še zmeraj, no, jaz probam biti tudi prijazen do drugih in če vidim nekoga, da ima neke sanje, želje, whatever, dej, tudi če meni ta šport ni všeč, rečem, lej, super vse, ne morem te sponzorirati ali mogoče te ne želim to, pa rečeš naslednjič, pa ga pač nekaj odsloviš na nek prijazen način. Včasih se mi je pa zgodilo, da sem tudi po kako uro mogel poslušati pridige. Tis me je sezulanih parkrat je bilo to, da sem šel skoraj solzen domov, pa si v bistvu, to so bili te trenutki, ko si rečeš, zakaj to, in, a veš, te ljudje te pol opominjajo na te stvari, ne, ampak takoj, hvala Bogu, pač ljudje smo se različni, naslednji dan me pokliče druga oseba, nas pedera na polno, že v zraku, že letimo, gremo spet na novo naprej. Ja, ampak veliko je bilo pa teh zavrnitev na začetku, no, pa teh komentarjev je bilo ogromno, pa še zmeraj so, no, se konc koncev, veš, šport, se upračujem. Ne, gre. Šport pač na koncu, kakorkoli pogledaš, se mi zdi prav, da se tudi to podpira, ker na koncu, če že mojo zgodbo pogledam, koliko smo se združili, koliko smo skupaj stopili pri tej zgodbi, to je meni bilo nekaj veličastnega, poleg tega, da kaj ne rečem zdaj, vse jaz osebno za politike nisem glih najbolj vesel, da sem Slovenc, ampak na športnike sem pa jaz, pa ne zdaj, da sebe govorim, ampak za ostale športnike, ki jih imamo v Sloveniji, izjemne, zelo, zelo ponosen in veseljem povem, da sem iz Slovenije. The best. Jaz gledam tvoj pulover zdaj, Saša, vidim, da je že na vprašanje, sem tole bi še rad razparceliral. Tle imaš tudi najprej tvoj logotip mi je čist hud Toni Mulec. A je to kakšen merchandise, ki kdo lahko kupa ali to nemogoče dobiti? Sem tok. Ker smo že pri podpori potem. No? Ja, ne, to je bil pač v planu, tudi da se nekaj dela na tem, ampak dejansko ni bilo možno vsega tega narediti pred Dakarjem. Tista majica, ko se je prodajala za support, je imela drugačen dizajn, pa pisalo support Toni Mulec. Tole, kar imam oblečeno, v bistvu imam 2 ali 3 poloverje, se že zdaj vidi, da je polover stran. Ampak imaš tudi podjetje, ki so te podprla, vidim, Krapovič, pa Junior, pa tako naprej. Ja, to so te zanimive zgodbe, ko sem jaz ta polover je bil natisnjen, preden sem odšel, in nisem uspel narediti več tega, ampak bo se pa prodajalo, to bo se naredilo, ja. No, super. Tukaj da vemo, jaz sem že zdaj prepričan, mislim, da to ni more tudi na naslednji Dakar. Ne? No, se bo obrnilo leto, ne? Pa bomo to lahko izpostavili, kje, ne? To me zanima, koliko pa lahko letošnji Dakar pa rezultate z letošnjega Dakarja unovčaš za naslednji Dakar? Dobro vprašanje, to bom pa videl.
Vse pravim, tudi za 2023, ko je bilo veliko govora o tem, veliko ljudi so porteralo, ampak ko sem pa rabil, so se vrate začele zapirati, tako da zdaj odziv je velik, pri medijih sem bolj kot ne bil zdaj veliko, v bistvu vsak dan, se eno ali pa 2 intervjuja, tako da jaz samo upam, da bodo te stvari prinesle neke pozitivne stvari, pa da se bodo ljudje malo lažje odločili za to stvar, ker konec koncev se mi zdi, da zdaj, ko sem hodil okrog, je bil ta Dakar tudi tak, je bil malo zatišje, no, niso ljudje bili glih ravnodušni na tem in določeni tudi niso poznali tega. Zdaj se mi pa zdi, da se, v bistvu kamorkoli prijem, se samo o tem govori in to mi je všeč in to upam tudi, da bo malo lažje, no. Ja, jaz mislim, da edino voljo, ki jo lahko zgubiš, je ta neka podpora, ki jo moraš iskati, ne, pa dobivati ta denar. Dakar te pa valjda še mika, ne, kot je dirka in verjamem, da te bo tudi v prihodnje. Ne. Ja, definitivno. Mislim, moja želja je tudi, da odpeljem celo reli prvenstvo, svetovno prvenstvo, ko se začne, mislim, da se je že začelo z Dakarjem, ampak nadaljuje se konec februarja, tako da bi že tu rabo finance. To je definitivno zmeraj, pa vse odvisno od financ in suporta, želja, pa to pa sploh ni vprašanje. A pa prihajajo kakšni namigi tudi, glede na to, da si bil opažen, pa da delaš s tovarniškimi ekipami, do tega bomo itak še prišli. Ja. Postaja mogoče neki namigi, da bi mogoče lahko bil opažen tudi znotraj teh krogov tovarniških ekip? Trenutno je, kako bom rekel, tale scena na Dakarju je malo tudi Yamaha zelo otežila, ker je odstopila od projekta in nimajo več te factory ekipe, teda se avtomatsko pojavi neki dirkačev novih, kvalitetnih in še neki se govori o teh stvareh. Poleg tega, da neke pogodbe so že sklenjene, pač te stvari vem, da so neke določene stvari naprej sklenjene, tako da tu je zdaj samo bolj vprašanje splet okoliščin, rečemo, no, karkoli se lahko zgodi, se kaj obrne. Ni pa nič kaj takega, da bi rekel, ok, nekaj imam na vidiku, da se bo to zgodilo. Je pa definitivno malo težava pri meni, ker me vsi nekako povezuje s tem KTM-om, ne. Ja, saj zato to te hočemo vprašati, ker dajmo razjasniti, kaj ti delaš? Kaj je tvoja služba? Ja, v bistvu, to testni voznik sem, pač to je prostransko, to mi je hobi v bistvu, no. To je tisto, da nekaj delam izven pisarne, da ne rabim sedeti v pisarni. Drugače se tu s prevozništvom ukvarjam, to mi je tista dejavnost, ki mi prinaša nekak prihodke oziroma težave. Tako da v bistvu, kot testni voznik delujem pri podjetju Akrapovič, bom rekel prvo, to mi je to zelo, mislim, rad delam z njimi in imajo tudi drugačen pogled na vse stvari in to mi je všeč. Pri njih drugače pa tudi delam za KTM, Gas, Husqvarna, pač to je, spada pod isto streho vse skupaj in za njih testiram v bistvu na vseh področjih, na enduro, na motocrossu, pa za factory ekipo, pa predvsem za rally, no. Torej, čeprav razumem, ti zelo dobro veš, kakšne motorje imajo tisti top dirkači, ki so zmagali na Dakarju. Mogoče celo boljš kot oni sami. Dejansko res, ja. Dejansko res, boljš kot pa vozniki. Koliko te to boli? Mislim, jaz si ne predstavljam pač, da jaz testiram nek dirkalni avto, pa ga pol dam nekomu, da zmaga Rally Monte Carlo z njim. Pač jaz bi se požaril. To so te stvari, ko se skozi boriš sam sabo v glavi in ja, za vsako stvar je tak in v bistvu, če te rečem, če zdaj malo preskočim zadevo, ko sem bil v Andaluziji, ko sem šel pele za factory ekipo, ko sem zaključil tekmo, sem unim rekel na tak način, ali pa oni, kako bo je narobe. Ja, jaz sem ti Pedro nastavil. To sem rekel tem menedžerjem, sem rekel, ja, kako bo je narobe. Sem rekel, ja, zdaj tule ste me razvajali en teden, sem rekel, zdaj sem vkusil so zadevo, zdaj moram iti pa nazaj, navadni smrtnik biti pa dirka. Nazaj. Tako je, ja. In v bistvu, ja, če enkrat, ko veš, kaj imajo oni, pa ko veš, kaj je možno narediti, no, to se mi zdi najtežje, no. Sej to, ja, ta bolečina, ne. Ja. Ej, a gremo še malo na motor. Jaz sem na motorju. Jaz sem toliko vprašanj, že daj ti, pa spet jaz. A veš kaj, Toni, jaz sem slišal, pa tudi videl sem, ti si kar specialist, že kot motokrosist bil veliko luftov, ne? Mislim, ti si bil specialist za skoke, ne? Ja, res je, ja. To so tudi zanimive zgodbe, takrat, ko sem jaz začel te stvari, kar vprašaj. Veš kaj, meni je vse jasno, pa tudi zadnji pilot mi ga rekel, ne da vzleteti, tudi z avionom je, ne, problem je pristati. Ja, to je res, ja. Kako so pa tvoji ti pristanki izgledali? Baje si v zraku doskrat kar predrzen, da je šlo predaleč, previsoko. Ja, kako je to izgledalo? Skozi sem neke limite iskal, v bistvu takrat sem bil v Sloveniji eden od prvih, ko smo delali ti skrabe vipe in
takrat sem bil čuden, pa smešen, pa vsi so govorili, kaj ta dela, pa ta nima pojma. Pa, Kaj to, oprosti, kaj so... To je to, ko položiš motor. tisko po strani skočiš, pa to je danes, ne vem, to danes vsi delajo, to je danes nekaj normalno. Skrab je tisk, ne, tako. Da probaš čim niže leteti, Aha, Low pass. Zdaj vem, ker sem videl en posnetek Gajserja, Že stačko porazi. Ja, ki poseka uno. To je skrap, ja. To ste ugotovili pač, da je enostavno čim krajši cajt biti v zraku, da je boljši, da je hitrej, ne? Ja, pa se tako, če za navadne ljudi mogoče to najlažje razumeti, je tako pa pri smučanju, ne. Ko vidi smučarja, ko potegne kolena k sebi, da v bistvu čim niže leti, da čim više gre v zrak, to je isto, no. Da pač čim manj časa preživiš v zraku in na tak način se to dela. Pri motokrosu zdaj to ni problem, to zdaj vsi razumejo, takrat pa niso razumeli. V tujini so to delali, Stewart je bil takrat en izmed teh dirkačev, ko je to začel delati, pri nam je bil pa to, kaj je to zdaj. Ampak kaj si je en Korošec to ni mislil, ki je tako oboko dol pogledal, pa je bila grbina vzad, na kateri mislil pristati. Kaj pa narediš? A malo kupljen go pritisneš, a pobremzaš, a kaj narediš? Tega ljube veliko v moji karieri, ja. To so te stvari, ko sem jih prej omenil, veliko je bilo predolgih skokov, previsokih, velikih crashov, ogromno tega je bilo. Kaj pa je najhujši crash tvoj, ki ga lahko izpostaviš, ali pa recimo dva, ki rečeš, ok, ne da bi se lahko temu izognil, ampak to bo pa vedno s tabo ostal. Ja, po mojem zdaj sem imel sem skozi govoril, ta je top crash, ta je top 5, ampak zanimivo je bilo, da pri vseh teh mojih najhujših crashih, top 5, če spet rečemo, mislim, da se pri niti enemu nisem poškodoval. Res? Ja, mislim, da niti pri enemu, ja. Mislim tako, da bi bil poškodovan, zdaj poškodbo jaz govorim, da si zlomljen ali pa nekaj, zdaj če si pač nekaj nabil ali te roka boli ali pa ne. No, pa če si omenil top 5, kakšna je izgledala fizika prvo kreša številka 1? Kako je to izgledalo, tako čist plastično? Tole po mojem zdaj razmišljam, bi znal zdaj biti tale kreš, ko sem tu sipino skočil, bi znal biti po mojem pa zdaj kar topov. Ja. Ta bi znal pa biti top of the top, ja. To mi ne znam, ne morem vam razložiti tega, ampak to je bilo pa grozno v bistvu, ja. Po mojem tudi zaradi tega, ker sem vedel, da, ko sem prej omenil teh 100 000 evrov, da jih nosim na hrbtniku, to se ti zavrti v trenutku celo življenje. V bistvu sem, kako bi razložil vam na hiter, šel sem čez sipino in sem pogledal naprej in sem videl, sem si ocenil, kje so une sipine, ko so zlomljene, ko imajo lukne. In sem opazil na koncu eno veliko sipino in pogledam, to zdaj govorim, kot da sem bil v luftu 20 minut, ampak to sem bil tam, sekundu, 2. In sem na hiter ocenil, da te sipine so bolj kot ne ravne, ta velika, tista je moja orientacija, ta lahko bolj kot ne gastišim. In v bistvu sem res to naredil in ko v bistvu sem prišel pred ta zadnjo sipino, ta veliko, ko je bila moja orientacija, vem, da sem že videl eno sipino pred sabo, ko je še imam eno malo sipino. Za požret. Ja, in sem tako malo gas spustil, pogledam gor, vidim sipino, se nekoliko je malo še, ko je bilo pa malo še, je pa zmanjkalo mi podna pod kolesami. In nisem opazil, da je ena sipina, mislim, da ta predzadnja sipina. Je bila odsekana. Je bila odsekana, ampak to je bilo, meni se je takrat zdelo, da iz vesolja gledam une sipine dol. Tisto je bilo res je bilo, mislim, grozno je bilo zavedeti, ko ti sapo vzame, to je tisto, ko v bistvu filmu gledaš, ko muzika vstane, ko tišina. Veš, ko smučar, ki pride na rob, pa kar naenkrat vidi, da nima več podna, pa ga zmanjka, pa dol pade. Ne, ampak jaz se spomnim, kako izgleda, ko moraš ti na počas, naprimer terenca čez sipino, pa je luknja od spodaj, veš. Da si pa ti predstavlja, da je to presenet, ker to je lahko hitro visoko, tudi 10-15 metrov, ne. Pa kaj, motor čim prej od sebe, ne? V bistvu je se pol eno tekmovalcu, moj kolega Timski, se je ustavil tam, ker so se vsi polomili v sipini. A res? Ja, in se je on ustavil pri enih 2 tam, ko sta ležala zlomljena in so se pol 2 dni pogovarjali, pa faktori vzniki so se pogovarjali, ker smo bili, tisti dan sem bili v istem šotoru, ko so bili unije, Vse neki pogovarjajo, ena sipina, tam to globoka, to se jih je polomilo, poslušam une poškodbe, tako sem rekel, shit, kje je to sipina? Ne vem, kje je to? Kako sem jaz to spregledal? Človek od čelika. Ja, in kako si pol pristavil, kako si, kaj je motorna stran? Ne, jaz sem
mislim, jaz sem pristal z motorjem vred, ja. Ja, pa speloš. Ja. Ne, kaj je bilo? Ne, pač valjda, mislim, pri teh pristankih pač probaš pol nekako s telesom amortizirati stvari, pač kolikor jih lahko. Itak sem bil nagasen na polno v zraku, da ponovati je tisto, ko pristaneš, da v bistvu, ko pristaneš, da ne pristaneš v nulo, ampak probaš, da te motor malo potegne, da s tem malo še ublažiš udarec, sam jaz ga nisem mogel, ker je bila v bistvu stena proti meni postavljena, ker ni bilo ravnina, ampak je šla sipina nazaj. In to je bilo prvo sem bil v šoku, ko sem videl, da sem tako visoko, drugo, ko sem pa videl, da imam sipino proti sebi že, da mu pristavil v steno. Tisti mi je bil pa še dodatni šok. In v bistvu sem pristal, pač kolikor se spomnim, se nisem bil nokauteran ali pa karkoli, ampak to je toliko zabojelo, to smo v trenutku, da ko sem ustal, jaz mislim, da sem se ustal v nulo, pa me je pol v bistvu sila pač odbila iz motorja, da sem na stran padel. Vem, da sem imel vizir zlomljen z čelade, pa da sem prešteval vse kostiče, koliko je zlomljenih, koliko jih ni, pa nič ni bilo. Pa si se postavil, malo si se stresel, pa si rekel, Toni je karoserija zdržala. A zlome šteješ? Ne. Se mi je zdaj. Eni šteje, ampak dejansko nisem imel toliko veliko zlomov, imel sem bolj te težave s temi spahi, tega sem imel veliko v življenju. To pomeni, da imaš izjemno močne kostine. Vsem. Ja, zdaj bi kar rekla, ja. Ne, ko se veš, lahko imaš dva identična kreša, enemu gre sta dve kosti, se pač tako. Jaz sem enega soseda, Jure Lončar, ki je imel, jaz stari 2krat na poletje, je imel gips, pa še 3krat na zimo. Ne, Jure, če to poslušaš, reč, da ni to res. Prav po imenu si ga mogel zdaj izpostaviti. Ne, ampak spomnim se, da Jure imel... Kjer si ti model, Ciril, povedal? Zdaj vsi vejo, da ima on slabe kosti. Cirila sosed ima slabe kosti. Jure Lončar, vsi vejo, da ima slabe kosti. Jaz si ti prijazen človek, stari, res, ej. Ne, ampak pač tako je, tako imamo mi, jaz imam še 2 brata, imamo slabe vezi. In vsi, ki smo bili stari 15 let, smo stari. Zdaj boš podcast izkoriščal za človeške hibe, za ne. Doma, kjer... Dragi vsi, Ciril pa nima srca, ampak ima kamen. Veš kaj, prej si začel razlagati, pa smo šli mogoče kar malo prehiter skozi, ka mene pa ful zanima, če si ti testni voznik za tovarniško ekipo, pa še za koga, to pomeni, da je v bistvu tvoj job, da ti postavljaš, mislim, najbrž ne skozi, ampak da greš pa res na mejo, ker morajo vedeti, kaj se tam zgodi. Prvič, a je to tebi neugoden občutek, a ti je fajn, da rečeš, ok, jaz imam tle zeleno luč, id do konca, pa koliko je na odgovornosti čutiš, da pa preneseš nazaj feedback. Ker meni se tako zdi, lej, ti si zdaj naš ta driver, mi ti plačamo, ampak ti moraš pa zdaj vrniti feedback, ki je za njih neprecenljiv. A je to pressure? Kako to zgleda vse skupaj? Ja, v bistvu je kar, ja, zato ko konc koncev, mislim, tudi odvisno od testiranj, od stvari, ko je delaš. Včasih si sam za to stvar, včasih je stvar nepomembna, včasih je pa pomembna. Ne? Zdaj, predvsem, če pa za factory ekipo delaš, pa veš, da na konc koncev je, v bistvu je to tako, da če gre kaj narobe, pol zmerje, tudi če nisi ti kriv, grejo prsti na tebe, ne? Ker ti si bil tisti, ko se vozil, ti si tisti, ko si teral, ti si tisti, ko si dal komentar. Tako da, glede tega je, ja. Da je kar veliko breme, ampak se ne ukvarjam kaj preveč. Je pa v bistvu, kako bi rekel, včasih to je tista stvar, ko imam jaz malo težave, včasih, ko sem premalo političen, jaz pa kar direkt povem vse tako en, tudi ljudje, mislim, ne radi me slišijo, ampak tako bom rekel, naprimer, to je podjetje Krapoviča, ne. Oni pač razumejo te stvari, vzamejo kritiko, sprejmejo, pač proba izboljšati, pač zato so najboljši tudi in to je tisto, kar mi je všeč. Kaj sem zdaj hotel povedati, glede tega za... Ostiranje, pričakovanja, odziv, pa pressure, če je, pa kako zgleda, ko greš na mejo, pa tako. Ja, to za mejo, evo, to hvala, se me spomnil, da sem čisto malo zgubil, ampak to z mejo je zanimivo, ja, ker enkrat sem šel testirati, takrat to je bilo ta prvič po mojem, ko sem šel za factory ekipo testirati, pa prijem nazaj, pa mi reče tam en od teh, ko delajo v tem ekipi, mi reče, ja, pa si naredil to, ne vem, si povozil luknjo, ali pa sem rekel, ja, si povozil Camel Grass? Sem, ja. Je kaj pa kamen? Ja, sem tudi. Ja, a pa si naredil to na 160? Okej. Nazaj čelado gor. Sem na 155, a res moram na 160. 160 mora videti, Ja, to so te stvari v bistvu, ko moraš nekako zavestno delati neke stvari. In tu moraš pa imeti, se mi tudi glavo na svojem mestu, da ker res to njim, a veš to, oni me tako vprašajo, pač ljudje neki pričakujejo od tebe neke odgovore. In jaz sem to pol in probo enkrat razložil, da je ful razlika, a jaz to sipilno, ko sem je skočil zavestno, ali bom skočil pač zato, ko se je to glih takrat zgodilo, ne. In v bistvu je tem,
to je spet neka zadeva, ko bi lahko malo bolj debatirali, ampak v glavnem, če te kar razložim, bolj na hitro. Če ti nekaj zavestno narediš, se ti prilagodiš in boš ti drugače reagiral, motor boš drugače postavil, ko pa takrat, ko te nekaj res preseneti, pa se nekaj zgodi. In to so tudi drugačne reakcije od motorja, ne? In tudi ti jih drugače čutiš, to je naslednja stvar. Spet moraš iti procep, ne? Sprav moraš zapeljati drugače, kot bi sicer, zato ker zdaj si tam, da točno to preizkusiš. Ne? To ti bi tako rekel, zdaj vrate imamo zaprte, vrate testiramo, koliko so močne, zdaj pa prosim, če se zaletiš zavestno vrate, pa mi poveš, kak je občutek, da so držali ali niso, ampak vmes, ko se zaletel, ne razmišlja, da se boš zaletel, pa da boš pač se poškodoval. Jaz cel čas razmišljam, kako si ti sploh prišel do te službe. Veš, tako si predstavljam, to sploh ni vprašanje, to je samo moje razmišljanje, kako izgleda recimo 99% pač razgovorov za službo, povabiš nekoga, ki mora biti normalen na tistem razgovoru, ne? Tebe pa povabiš, pa ti moraš dokazati, da si nenormalen pa kritičen na nek način, ni tako? Mislim, jaz sem to z lahkoto prišel zraven, ker jaz sem tudi takrat, v bistvu to so bili moje časi, ker sem imel veliko tega v svoji karieri, da sem hodil praktično sam s tekme na tekmu, nisem možnosti trenirati zaradi financ, pač dela sem mogel. In jaz sem bil najbolj srečen, ko so oni mene poklicali, če lahko prijem takrat ure delati, ne? To je bilo najboljše moje delo, kar sem imel delo kot testni voznik, vse od začetka, zato ker sem vedel, da tule je motor, tam imaš progo, zdaj pa sam gas, lomi, kolikor hočeš, ni vprašanje in to je bilo meni. KTM, how fast can you go, Tony? Yes. You are hired. Še pa razgovor za službe, pa drugače, poznate kameljo travo, suhe struge? Ja. Precej nenavadni vprašanja za razgovor za službe. Koliko so to velike? Daj malo povej, kako izgleda testiranje, koliko so to velike ekipe, kakšni so to budžeti, a je to čist drug svet? V bistvu zato, kar si glih Jure omenil, to ni, oni te nikoli niso povabili na razgovor, veš, ali pa kaj te stvari. Ti si šel, si vozil in ni noben nič rekel. Oni so pač opozvali in spremljali, tek se to dogaja, te stvari. Kar se pa tega tiče zdaj za te ekipe, pa to se mi pa zdi tudi dobro vprašanje, ker je v bistvu moja ekipa bila ena izmed najboljših, če rečem v tem segmentu pač amaterskih ekip, ampak je problem, da so ful prevelike razlike med factory ekipo pa med to, ko je bila kao moja najboljša, ne. In zdaj, če tek rečem, če si en to predstavlja, ne vem, MotoGP ali pa karkoli, če imaš ti tam neke factory voznike oziroma factory ekipe, pa poltovarniške ekipe, pa pač amaterske ekipe, če lahko rečem, je vse tam neka, veš, to se pol malo po materialih razlikuje, ampak veliko stvari imajo pa dosti podobnih si. Tu je pa prevelika razlika. Tu so pa factory ekipe, dirkači imajo toliko več prednosti pri vsem. Glih dan sem razmišljal, ko sem se to upelo, če bi sploh to omenil, ampak ja, na koncu je bilo to tako, da vsak factory voznik je imel enega v bistvu bodyguarda, če lahko tako rečem, ko mu je skrbel za vse, ne. Jaz sem bil tam čisto sam, na primer. Sam malo bodyguarda v smislu tekmovalca, ki je šel skupaj? Ne, tega ni več. Mislim, ni več. Jaz sem imel enkrat to vlogo, ampak drugače to ne prakticira več, ampak... Sploh ne vem, ja, vprost kar nadaljujem. Tako da, tu je nekdo bil ob njemu, mislim, to zdaj govorim o eni osebi, ampak jih je bilo več. Nekdo, ko je skrbel, oziroma če lahko malo bolj tek razpredalčkami je bilo, imeli so samo fizioterapeute, ko je bil eden fizioterapeut mogoče za 2 voznika, pol je bil nekdo, ko je skrbel za tvoje medija stvari, pol je bil nekdo, ko je skrbel za njihovo prehrano, pol je bil nekdo, ko je pač v bistvu skrbel za to, da je imel on upremo pripravljene, zblačale pripravljene, hlače, majice, čelade, škorne, vse te stvari. Ampak okej, zdaj pa rečemo, zdaj sta pa oba na etapi oziroma na brzincu, ne? On pade mimo tebe. Kje ti največ zgubljaš? Veš, to mene zanima. Je to navigacija, je to končna hitrost, je to, so to ovinki? Veš, utrujenost. A veš, on ima res bodyguarda tam, ne, v servisni coni, ampak zdaj sta pa oba na brzincu. Povej mi, kje on pade mimo tebe? Oni so res dobri v navigaciji. Zdaj moja težava je tema, pa če razložim zakaj v navigaciji, ker jaz, na primer, grem ful prehitro za znanje moje navigacije. In jaz v bistvu, če hočem videti, ja, res je. In v bistvu jaz moram to hitrost zdaj nižati, poprobati navigacijo, gre pristaviti, pa z vsem skupiti naprej, ne. In to so oni ful boljši, zato ker oni to delajo, trenirajo, ampak oni res skozi trenirajo to navigacijo. In on v bistvu, jaz ko prijem na križišče, še zmeri gas pustim, pogledam, ček,
Razumem, cepina, ta kamela tam, grem prav. On pa to v bistvu dela v gasu vse skupaj, da vam najlažje razložim. In tu oni so definitivno veliko boljši od nas. Poleg tega, da pol na koncu motorji valjda nekaj prenese. To je bila tudi ena zanimiva stvar, ker na Dakarju sem jaz imel v svoji ekipi še 2 voznika, enega Francoza pa enega Južnoafričana in ta Južnoafričan je imel pač factory motor, podporo njihovo in ta Francoz je imel pa motor res dobro našpičen in smo en dan skupaj tekmovali in s tem Majkom smo bila z Južnoafričanom tekmujemo ti dan skupaj in sem se ga držal, smo se skozi furala in na koncu smo prišla do ene točke, ko je bila pa etapa full ravna in na ravnini sem jaz pa začel to tako gledati, ne, da ga ne sledim več in mi uhaja. To je ista zadeva, ko je Meran rekel, da pol na ravnini, ko se stvari postavijo, ko oni lahko odprejo, ti pa tam se naredi pa razlika. Ja, in v bistvu smo tudi se drugače dobro, smo se razumeli, smo bila kolega. In se spomnim, da smo se tako smijala v cilju, ko je jaz sem ga pač lovil, kolikor sem hotel, kolikor sem mogel, sem se ga probal držati, veš, ampak on mi je uhajal, skozi nisem mogel ga držati in na koncu sem še prah videl, nek davč pred mano in prijema v cilj in se je kaj pa je bilo narobe, veš, ja, nič ni bilo narobe, sem rekel, motor ne gre. Pa me je ful zagret, razlaga, veš, cepina, ko je bila zlomljena, veš, pa sem preletel noter, pa sem dvignil roko, pa nazaj pogledam, veš, da ne bi jaz kao upadel. Pogledaj, kje pa si? Pa mene ni bilo, ne. In foralo je tem, da te dirkači ta 2 sta mimo mene, to je res padla. In pol en dan pridem jaz v cilj, pa me spečaka, tam se menimo, pa to ti moram pa povedati, sem rekel, pa. Je rekel, veš, dan sem zapelil pa po posušenemu jezeru, posušeno jezero so pa ponovadi, vse zdaj so vlako, je bilo veliko dežja, je bilo pa vse toliko mehkega, veš, in v bistvu motor ti pade noter, zadnja guma in sam bo... Reče, jaz ti Šimun motor na polno, rekel, pogledam nazaj, je bil pa ta Kevin Benavides, ko je zmagal Dakar letos. Je rekel, pa vidim Benavidesa, da pride do mene, da se mi približuje. Je rekel, jaz ti Šin gazo, pogledam na stran, je bilo pa Pa ko jaz gledam, pa reče, ja, se vem, kam je zdaj, to je tako, jaz tebe prihitev. Zdaj, če si predstavljaš, da on mene prihitev, pa da mi je uhajal, pol so bili še Toni, kaj pa v teh najjačih užitkih zdaj v Saudski Arabiji, ko videli smo, Dakar je bil res zafrknen, imeli ste mraz, imeli ste dež. Jaz sem to pomislil, še pol, ko je malo za mano prišel, ko sva bila pred Dakarjem, jaz pa Ciril v puščavi, ki je dež padel, res ne pričakuješ. Ne? A si bil pripravljen na dež? Ne, mislim, vedel sem, da je lahko. Sam da ga pa toliko. Ja. Tiste vode, tisto prečenje, tisto je bilo podobno Utahu ali pa Aljaski, kot Saudski Arabiji. Ja. Ampak kjeri so bili podseki, ki si najbolj užival? Kaj je una podlaga? Ko se postaviš ti, podpreš, pa loviš? V bistvu je bila tudi ena med teh stvarih, ta voda, ko si jo glih omenil. In tam se spomnim, da smo prišli proti cilju na en tak plato, ko je pač kao nek vadi to spet. In na unmu platoju se spomnim, tam je bilo ful teh domačinov, veš, tam je za njih je to čudež, ko se to dogaja. In zunji džipi pridejo, to počajo in se vozijo tam sem prav živel in tam je bila tudi ena zanimiva stvar, ko so ostali na teh, če je bil kak Camel Grass, kje so oni stali na vrhu, pa vsi so snemali, veš, pa valjda čez vodo motori, pa pol so avti odzad prehajali. In se spomnim, da sem enkrat preletel po eni luži, pa pogledam na hiter, pa sem rekel, šit tole bo pa pregloboko, bom jaz tule desno užgal, pa gledam desno, pa 2 rabca tam stojita na unmu, vsak na eni strani na Camel Grassu. In jaz tam pogledam desno, super, tole pa skočil zdaj. Pa sam gas med 2 note. On si tudi zapomnil, Tudi telefoni, kamere, to vse je letelo po lupu. Jaz sem skočil čez, predstavljal na drugi strani odvoza, tam so še bili drugi, ker dokaj blizu pridejo, veš, in so pogumni. Ker stojijo zraven, poko pa vidijo, tole bo ni v redu. Zračne sile Slovenije. To se jaz spomnim na Nine Maroko, ko sva z Raptorjem skakala. Tam, ko si videl une, pač, da stojijo s kamerami, tam je neki, pač neki je. Samo to v mojem primeru, tam, ko oni stojijo, ni fajn. Ko oni vejo tudi. Da tam neki groznika pride. Toni, pa nekaj mi je tudi zanimivo, ne? Jaz sem spremljal te tvoje zapise na Facebooku. Res se je dobro bralo, ne? Tako vsak dan je bil kar nov roman. Tako je res dober in sem užival, moram ti reči. Pa tudi, ko si začel razlagati, ne, da
tako, da od Dakarja si to pričakoval, ne? Pa tudi, da si pričakoval tako, kot je pač v tvojem življenju, da nič ne bo enostavno, ne? Kar se dirk tiče. Ampak povej, ne? Ti imaš tudi eno posebno prigodo v Dakarju, ki je bilo pa zelo, zelo na ivici, ali boš dejansko se pripeljal v cilj, ne? Ampak ti si motorju mogel pitdajati, dobesedno na etapi, ampak ne bencin, vodo. Voda, res je, ja. Kako je to izgledalo? Kaj je bilo s tistim hladilnikom? Načeloma, ko to bil že drugi dan, sem rekel, že kar takoj, ali ne moram se malo uživati v tem Dakarju. Ko sem videl, da se je mi lučka pržgala, sem rekel, to ni v redu. In, to je bilo zelo zgodaj, veš, in pa dobro mi je šlo. V začetku sem nekako se dobro počutil na motorju, vem, da sem tam enega z rumeno številko lovil, se ne spomnim, kdo je bil. In sem mi tako vidiš enega taga, to je dodatna motivacija. Tišim, pa se peljem. Vem, da je bilo takrat že šlo proti 160, ker je bila malo trda podlaga. Pa je šlo, ko v bistvu imamo, jaz sem si namontiral lučku, da me začne opozarjati na 150, ker 160 je umito, če ne veste za top speed, ne smeš se več, sam 160, lahko greš več, ne smeš. Oni pa z GPS-i vse merijo, ne? Ja, to dobiš kazni, tu sem bil vrhunski v Andalusiji, kar se teh kazni tiče. Prehiter dirkač na dirki. Ja, to je smeš, da. In v bistvu sem takrat začnem gas pušati, pogledam spod, ta lučka se je prižgala in sem začel, ko sem prišel v to neutralizacijo, ne smeš motorja popravljati, valjda jaz drugi dan. Te stvari vse sem iz Maroka malo vedel, ampak malo pozabiš, ker nisi v stiku s tem. In že takoj urodje ven hiter, bom jaz tole rešraufal, da vidim, kje je voda, da popravim, pa organizator je bil prijazen, pa je rekel, kaj delaš? Ne smem popravljati motorja in v bistvu sem sam gledal, kaj bi bilo in nisem nič videl tega primernega. In sem v bistvu šel tja, 2 vodi si vzel, dal v podjakno in sem rekel, grem naprej, pa če bo kaj, bom se ustavil. In pol sem se ustavil tam takoj, po 10 km je lučka gorela. In sem videl glih avto organizatorja, pa drevo sem videl, to se spomnim, da so si rekli, puščavaj, če gre kaj narobe, probaj senco najdeti, ker če si dlje časa tam, pač da si v senci, se ostavim tam, začnem pač razdirati motor in nisem še tam točno vedel, kje je spušča voda in pol, ko sem gotovil, sem v bistvu kar malo tema naredila na oči, ko sem videl, da je pač killer počen in se nimaš kaj dosti, ne? Tu je pa, ker ponovadi voda hitro spušča, to vem, pa lahko se tudi razširi, če se začne prigrevati mašina, vse te stvari. Poleg tega, da sem vedel, da še imam vsaj 300 km še bilo do cilja, pač off-roada, ne to, da si zdaj nek na cesti. Ne. In tudi tisti cajt, ko sem to delal, sem videl, koliko dirkači hodijo mimo mene in sem vedel, da kaj vse prihaja za mano. In v bistvu tistem 5-10 minutah, ko sem to delal, sem vedel, da me čakajo 4-kolesniki, da me čakajo avti, kamioni. Predvsem pa me je začelo biti strah, če mi sploh, oziroma sem bil v skrbeh, no. Am sploh prišel pravi caj do cilja. Kakorkoli, no. Veliko stvari je bilo, no, takrat. In pol sem tam organizatorje prosil, da mi še malo vode posodil, da sem motor napojil z vodo. Pol sem pa vedel, da bom itak hiter stal, veš. In še tam, kolikor sem imel flash, sem jih nabral. Ampak je bilo glih dosti, da sem prišel do naslednje neutralizacije. Tam je bilo pa smeha, tam pa itak sem že do te neutralizacije, ne vem, kolikor sem stal, ampak v glavnem sem vedel, da še imam 200 km spet do cilja in takrat sem začel jaz nalagati mojo jakno z vodo in sem v bistvu Camelback, odzad, ko je plat za Camelback 3 litre, ga lahko imaš, sem nabasil polno flash vode, žepe polne vode, te čokoladice, to je bilo vse noter. In zunmo nalagam, a ful jaz tako, kaj gre voda moja jakna, veš. To je test. Ja, tam je bil en teh od organizatorjev, spet, ko je tam delo, smo ful nabasala uno vodo, on je kaj prinesel, ne six-pack, ampak un velik plato vode, veš, in mi ga pol note zbašimo. Pa jaz tek, nekaj smo pozabila, po unkasniki, jaz ne če lahko to zapeva, veš. Jaz so dam jakno grco, itak nisem prišel niti blizu, ker je bilo to vse tako nabitno, sem pol malo flash ven zmetala. In se spomnim, da na koncu se neko teto ma pa še pusla, pa dam jaz jakno gr, pa un prova, probam zapneti, itak ni šlo, pol sem pa jaz mogel narediti. Trebuh not. In pa si sprav dolival, no, tu ja, pol sem pa se ustavil, pa vmes sem se še pol ustavil, ker sem že vedel, da pač moje dirke je konc, sem videl Salvinija, tam ne vem, če poznate Salvinija, ten svetovni prvak enduro. Se mi je zvajster zasmilo, čist, ko je tao tam nekaj s tem zlomenim tajem, s tem fantikom, niso bili čist nepripravljeni in sem se pri njemu ustavil, pol pa sem šel njemu še pomagati, tao razrihtati, da je lahko šel naprej, čist par kilometrov sem se spet ustavil in da v bistvu sem se mogel ustavljati, ne vem, kolikrat sem se ustavil, do 4-krat ali 6-krat, ne vem, pa razred v bistvu cel motor. In če sem jaz prav računal, Toni, ne, pa me popravil, ne, ko sem gledal
te pol končne razvrstitve na Dakarju, ne? Če tepkle ne bi šle te, kle si izgubil 3 ure, saj ne? Mislim, da v samem času tule mi ni smiselno preveč govoriti, zato ker sem izgubil na drugih stvarih preveč, veš. Jaz sem tisti dan izgubil ogromno kondicije, ogromno koncentracije, dehidriran sem bil, ker mi je zmanjkalo moje vode za pit, te nisem hotel pit, ker sem pač, a veš, ko si enkrat v unmu momentu, ko te stvari rešuješ, niti nisem razmišljal o tem, da moram na sebe paziti. In moje vode je zmanjkalo, ampak pol sem pač rekel, ok, v redu, zmanjkalo je tvoje vode, valjda gledaš na uro, ne vem, vse čez 2 uri bom v cilju, ali pa ne vem, se ni panik, jem že zdržal, veš. In potem sem tudi navajen skozi celo življenje in nisem sam pil vode. In to je bila moja težava. In ko sem prišel v cilj, jaz sem bil v bistvu izmučen in v bistvu zaradi tega, ker sem toliko vode sabo nosil, to je teža, veš. Ja, seveda. In to sem skozi jakno dol, rašraufat, nazaj, ko sem to delal, sem bil zmeraj na soncu, se potiš, zgubljaš tekočino, jakno nazaj gr, to težo voziti, vstaje se voziti, razmišljati skozi, da ne bom, ker res nisem vozil tudi dan na pol, nisem vozil na 70% ali koliko, ne vem, 60%. To, da sem pač prišel skozi, ker sem vedel, da čim prej tišel motor, se bo prigreval in bom imel še več težav. In se spomnim, da je bil to dan, ko je bil moj hrbet praktično uničen, a veš, zaradi dehidracije, pa zaradi tega, ker sem nosil toliko teže sabo skozi cel dan. Seveda, pa tudi, če si vozil na 70%, je to treba amortizirati z mišicami, z vsem, ne? Ja. Ker si predstavljam, da voziti Dakar na 70% je še vedno resno športno udejstvovanje. Ja. Tako da v bistvu s tem sem zgubil jaz velik tisti dan. In se spomnim, mislim, da je bilo to tak naslednji dan, pol smo imeli pa težko traso. In naslednji dan je bil pa moj hrbet še bolj uničen. In se spomnim, da tisti dan, ko smo s Sandersom bila skupaj na štartu, s tem, ko je Factory voznik in se nekaj zabavamo tam, kao, kje me bodo, pa iz njega pogledam, pa sem rekel, je stari, pa čist naspederano, veš. Zdaj pa bomo. Če glik masaže prišel. Ja. Jaz sem ga gledal, sem jih stari, če bi ti vedel. Jaz sem mrtev. Sem rekel, mene hrbet, jaz imam zdaj muscle fiber hrbto tak, da sploh ne vem, kako bom... Na koncu. Ni mi bilo jasno, kako bom tisti dan štartal. To je tak, sem bil na štartu, pa to je bil, ne vem, kjer dan, 4., 5. Ja. To so te težave, ko mi jih je tam prineslo in jaz pol to čisto drugače gledam, veš, in zaradi tega pol tudi, ne vem, koliko dni naprej sem imel težav s tem. Poleg tega, da zgubiš stik z dobrimi tekmovalci. Naslednji dan, ko sem pol štartal, ne vem, ko sem bil 80 ali 90, nekaj takega, če so zad, sem mogel vse te tekmovalce prihiteti, kadi se ti 4-kolesnike imaš, ko jih moraš spet prihitevati nazaj. Veš, to so te stvari, ko jih ne moreš predvideti. Ja, pa niti jih ne moramo reči zdaj, koliko sem zgubil časa, veš, to je. Kaj je bil pa palun trenutek, ko si pa spet dobil motivacijo, ko ti je bil tako, ko si rekel, shit, jaz to moram narediti, jaz bom prišel do cilja, tako. A je bilo to spet, da si nekoga prehitev, ali si se spomnil na kakšen dogodek, ali na kakšne ljudi, na podpornike, kakorkoli? Tisto je bilo, v bistvu, ko sem štartal, sem bil čisto krčil, takrat Sandersa, to da ne pozabil nikoli in sva se menila, kje me bo dobil, na kjermu kilometru in sem zdaj gledal, kje je, veš, me bo dobil, ne, in polko me je dobil, ne vem, bil pa klik in sem rekel, noč, jaz grem pa zraven tebe naprej. In sem že malo gret. Ja. In sem rekel, potem sem ga probal držati, potem sem ga še nazaj prehitil 2-krat, to mi je bilo top in potem smo se imeli fajn insight in tek se pol nekako greš naprej. Normalno, da takrat si v glavi, ko imaš, izmeri spomniš. To so bile te stvari, ko se pol spomniš vseh te ljudi, ko so donirali, sponzorje, ljudi, ko pogledaš Facebook, to je bilo ogromno lepih komentarjev in to so tiste stvari, ko ti pol pridejo v glavo in te dvignejo nazaj in greš dirkat spet. Ampak prej, ko si Lukno omenil, pa to si Pino, pa kako si Lando, ne? Letos na Dakarju smo tudi videli, da so imeli tudi avtomobilisti kar nekaj težav s tem, ne? Ja, mislim, zdaj ne vem, jaz nisem prej nikoli Dakarja vozil, ko se mi zdi, da je bilo, vse meni je bilo, letos mi je bilo tista etapa, ko sem jaz padel v Lukno, meni je bila tista etapa grozna, ker je bilo toliko teh odlomljenih sipin, pa ful težko se ocenjeval, je mehka ali je trda, tega je bilo veliko. Meni se je parkrat zgodilo tudi to, da ko sem preletel na sipino, na vrh sipine, prileti z gasom, se zbremzaš, da šel na drugo stran sipine in če je trda mivka na vrhu, si skoraj tako na ledu, veš. Dobiš hitrost v bistvu. Te v bistvu dobiš potisk, ne? Ja. Kad ti lendaš. In to so spet une stvari, ko bremzaš, pa vidiš, začne iti pa... Koliko dirkačev je podstopilo letos? Zdaj, pred zadnji dan je organizator rekel, da nas je bilo še 57%, tako da ne vem, pa zdaj zadnji dan vem, da je še nekaj šlo ven, ampak rečemo polovica nekje, ja.
Naša dva sta oba v cilju, tako da respekt, stari. Ja, se vem, ne, ampak hočem reči, tja pridejo sami orank vozniki in pa da gre pol stran, pa vem, pa tehnika pa vse, ampak to je kronski dokaz, koliko je to zajebana stvar. Ne. Ja, čeprav glede dobrih voznikov, tam v zadju je veliko slabih voznikov. Ne morem reči, da so slabi vozniki, ampak ljudje, ko grejo na neko avanturo in želijo priti od točke A do točke B, tega je tudi ogromno. Pa se mi zdi, da v zadnjih letih je bil Dakar, mislim, se za zadnji Dakar, predzadnji Dakar, so vsi rekli, da je bil so se pritoževali, da je bil prelahek Dakar, prekratek, prelahke etape in se mi zdi, da se je malo ta številka tudi malo povečala teh voznikov. Avanturistov, ne? Ja. In pa še zmeri je fora v tem, da naprimer, če rečem takih, kot sem jaz, nas je veliko, ko nimamo denarja, ne. Oni pač imajo in pridajo in od karta. No, to je pa meni en fenomen te dirke, ne? Ker Dakar je še vedno dirka vseh dirk, kar se tiče off-roada, ne? Ampak glih to, kar si omenil, ne? A veš, jaz sem zato tako spremljal Tonija, ker sem vedel, da on ne gre avanturo narediti, ne? Jaz bi srčno računal 8000, ne? In če bi imel denar, danes ne rabiš biti vrhunski alpinist, da prideš recimo na 8000 metrov visok čovju, ne? Moraš biti dobro pripravljen, moraš imeti ekipo, moraš si šerpe najeti, vse to, ampak lej, da ne bo nesporazuma. Jaz vsakega, ki pripelje Dakar, spoštujem. Ne? No, ampak to sem čakal. No, tako, kot bi jaz spoštoval vsakega, ki 8000 jasno, razumeš. Jasno. Tudi imaš gentleman driverje, ampak lej, Dakar odpeljati, stari, ne glede na to, koliko denarja imaš. Ja, ampak jaz ti sem hočem reči, jaz sem pri Tonijevih vožnjah tako živo, ker sem vedel, Toni Mulec ni prišel na Dakar na življenjsko avanturo. On je prišel na Dakar kot dirkač. Tisto, kar je zanj Šmeren razlagal tudi, ko je on to tranzicijo dal čez, ko se je tepel z najboljšimi. Ne? In mene, jaz na koncu bil res iskreno ponosen, iskreno vesel, ko sem videl, en Korošec je prišel tam med 24, za motorju je pit dejal na začetku, veš, to je to, kar ti razlagaš, ne? Ker ti si podrt čist, v tla te pritisnejo. Veš, da unmo, ko si motor testiral, kaj ima vse, ti moraš kle motorju pidati, pa tak rezultat narediš. In meni je to najjača scena letošnjega Dakarja. No in zakaj sem roko dvignil zdaj? Kaj me zanima? Kako se recimo razlikuje, če gremo, kaj si rekel, motor testiranja, pa tako, kako se razlikuje testiranje za Krapoviča, pa za KTM, ali za neko tovarniško ekipo, ali pa za nekoga drugega? Kako, da mal kakšno usporednico potegniti, pa kakšne so razlike, na kaj moraš kje paziti, kaj se dogaja, kje, kako prestopajo, pa kaj se meri, kaj se gleda, kaj telemetrija kaže in tako. To je, mislim, težko primerjam zdaj Krapovič pa KTM, ker se delajo različne stvari. Tako da v bistvu zdaj pri Factory ekipi mogoče so malo različni pristopi, so odvisno od stvari, ki jih delaš. Naprimer, pri Factory ekipi je pač toliko večja možnost, ker če lahko rečem, tako razvijajo neko stvar, se testira za specifično za nekega, mislim, rečem lahko bolj kot ne za dotičnega tekmovalca. Medtem, ko če delam za kako drugo stvar v smislu za enduro, motocross ali pa tudi če lahko rečemo pri Krapoviču, tudi imajo različne poglede, ampak se pa mogoče kje dela bolj za široko publiko in je tudi razlika, delaš za tekmovanje ali za nekaj za proizvodno. No. Za serijski izdelek. Ja, serijski izdelek. Koliko je pa kaj poln tvoj urnik? Skozi. Kako izgleda tvoja naslednja 2 meseca, recimo, me zanima? Za naslednja 2 meseca zdaj sploh ne moram reči, zato ker je v bistvu ta rally tekma konc meseca in v bistvu gre ves ta fokus, se zdaj fokusiram na to in čakam, kaj se bo tu razpletlo. Ne? Ampak, naprimer, jaz delam od jutra do večera praktično vsak dan, zato ker da lahko delamo vse te stvari, toliko različnih stvari, pač če hočem iti en teden na testiranje, pač moraš ostale stvari podelati doma prej. Ne? In v bistvu te vikendi, ko so fraj ali pa te nočne ure, zgodne jutranje ali pa zvečer pozno, pač tu pa res preživim v pisarni ali pa delam kakšne druge stvari, treninge delam, zato da pač lahko delam toliko različnih stvari, ko jih delam. No. Ampak glede na to, da ti tudi šleparjev rekord sporineš tako, kamor češ, ne? Pa zelo hiter. Kako si pa gledal kaj na tele, ki meni so še vedno fascinantni kamioni na Dakarju? Ne? To ne bi, če bi te povabili, ne bi šel natišati? A si videl klip, oprosti, predno odgovoriš, klip, ki zapele kamion čez lužo? Ki jim razmeče glavo. A to zdaj na letošnjem? Ja, na letošnjem. Mislim, da je bilo na letošnjem. Jaz bi skapadil. Stari, jaz ne vem,
Jaz ne vem. No. Bomo ga Zdaj bomo dali ta link linkali, spodaj, ja. skratka, samo da na hitro pojasnim, verjetno top speed, ravnina, čez eno lužo, ki je pa ta druga prišla, pa ni bila luža, je bil še verjetno... Druga je bila že, voda je Ne, ni tekla voda. Ampak se vsem, njih je tako razmetal po kabini, da kar ne moreš verjeti, da so oni sploh živi. Da ni pass out all over. To bom ti pokazal pol ta klip, noro. No? Ja, glih to je ta stvar. V bistvu sem imel ful željo iti s kamionom. V bistvu z motorjem, vsi vemo, da je pa z motorjem je najnevarnejša stvar, kar se lahko lotiš. In vsi, ko so šli motoristi, ko so bili dobri, ko so zmagovali Dakar, ko so šli pol z avtom, so si rekli, če bi oni pa prevedli, da je to na easy z avtom, pa ne bi nikoli šli na motor. Ampak ko jih gledal, sem tek rekel, s kamionom je mogoče šel, zato ko je pač to nekaj ekstra, ni glih nekaj vsakodnevno. In pol, ko sem bil tam, se te prezame te stvari, to je toliko veliko, to je toliko ene tehnologije v teh kamionih, mašine so toliko velike, ta zvok, moč, to je kolesa velike, amortizerji veliki, to so te stvari, ko so ogromne, ko me pretegne, definitivno. Ampak pol, ko sem začel pa malo njih poslušati, pa teh, ko so bili v kamionih, pa verjetno ne bi šel nikoli več s kamionom. Ker to je glih to problem je v tem, ker ni odvisno, kje je kabina, ne? Kabina od spred ali je zad ali je direkt na adaksu. In tu so ogromni udarci, predvsem velik teh voznikov, sovoznikov, mehanikov, vse kar je v kamionu, imajo poškodovane hrbtenice. Še se si skos. Ja, zato ker nimaš, teh zici so večinoma vsi polomljeni na koncu, ker ni amortizacije. Premalo amortizacije. V bistvu je avto veliko bolj komotne. Ni to tako, kot tele sedeži, ki vaš ps. Ne. No, ampak ta posnetek bo to potrdil. Evo, ja, to je to. To morate še vedeti, da v prejšnjih časih, zdaj ne vem, da so dobili te limite, ampak prej so kamioni šli tudi 200 na uro. Mislim, da je bilo 220 ali 230. To je pa... S kamionom. Se obstajajo neki posnetki, oni stari, ki kamioni prehitevajo motorje, tako pri top speedu. Pa, tako noro. Veš kaj vedno sem se sprašal, ti si res specialist tudi za mivko, pa pesek, pa te stvari, ampak doma si iz Koroške, jaz razumem, tam sigurno znaš dobro s traktorjem smrekevan šlajsati, motorko vladaš, vse te stvari znaš, ampak odkje pa pesek? Pa ne vem, zakaj se ta pesek toliko zaljubil, ampak to po mojem sem dobil, kaj je to bilo to prvič, se ne spomnim, po mojem, da sem še eno evropsko prvenstvo peljati, to tudi bi podvig. Na hiter, eno dirko sem šel peljati na Nizozemske, Zelenc, takrat pač izkušnje me primanjkovalo skozi celo kariero, ker sem se toliko pozno letel v stvari. Problem sem imel, da sem šel prehiter grz z mojo kvaliteto, tehniko in sem se kar enkrat znajdel na nekih prvenstvih, pa med nekimi tekmovalci, ko so to dirkali, ne vem, po 10-15 let, jaz pa tam učil sem se, tako sem povedal, ti rofi, roll-offi. To je to, kaj ni zgodb, ampak v glavnem. In je bila ena tekma, Evropsko prvenstvo, sem se kar odločil, tam čisto leto peljena tekma je bila na Nizozemskem in smo se mi odločili, da bomo šel to tekmo odpeljati, valjda nobene izkušnje z mivko in smo rekli, gremo en teden mi prej, da bomo malo mivko natreniral. Zdaj, če danes pomislim, kaj se smo narobe delali, sploh ne vem, katastrofa. Ampak pojem tega je bilo, da smo mi šli res mivko trenirati, se pravi en teden prej, ne 14 dni prej ali pa en mesec prej, tako vidiš zdaj te tekmovce, pa prvič v mivku. Nismo vedeli, nastavitev motorja, gum ni bilo pravih, nič. Smešno. Ampak v glavnem, mi smo testo mivko toliko trenirali, da ko je prejšel dan kvalifikacije, sem bil mrtev. A grem lahko dan? Ja. Pa to fora, da sem v bistvu bil vsak dan na motorju, tisti teden in tisti, ko mivko poznajo, vse se verjetno smijo, vsi, ampak se bojo kakorkoli. In šel si bil še tem, da jaz sem še kar imel neke energije to dan in preden da smo imeli kvalifikacije, dan prej sem še zavzeto na nogomet igral tam z enimi dirkači na travniku. Še ta udarc. Ja. V glavnem sem bil strošen do konca in ko je prišla kvalifikacija, sem bil, a veš, enkrat si utrujen, pol si pa toliko utrujen, že da ti ne čutiš več utrujenosti, ampak sam ne moreš nič več. Ja. In tako sem bil takrat na motorju in se nisem kvalificiral. In smo mi rekli, gremo kao domov in smo rekli, gremo proti letališču, samo še en trening bomo naredili. In se spomnim, ko sem šel na trening, smo naredili, jaz sem naredil 5 minut, pa sem rekel, jaz se sploh ne morem več, jaz tudi sedeti ne morem več na motorju, tako sem utrujen. Mislim, to sem te sprašal, včeraj mi je bilo fascinantno, moj dober prijatelj pa sodelavec Pero Kavčič, mene seveda pridno zalaga tudi z raznimi posnetki in motoristov in to, in rekel, da poglej tale dan D, ne. Pa jaz kakšen dan D, ne, se nismo leta 44, pa prav, stari, to je dan D na motorjih, ne, in je na normandijskih plažah, če bom prav prebral, Race on the Beach, francoska dirka Le Touquet. Bravo, super, odlično. In se še jaz ta onboard od Tonija pogledati.
Tari, to je res dan D. Ali pa če si predstavljata Ben Hur film, ki so une kojne gnali tam v krogu, ne? To je naenkrat, koliko je bilo motoristov tam? 1300. 1300 Kje je ta video? To bomo dali. Ja, vse za to. 1300 motoristov gas odpre, ne? In to ne samo, da se pomivke peleš, to je mivka v zraku, to je mivka v stratosferi, to je vse. In tako meni se, da prav na tvojemu posnetku on tako lepele, veš, meni se sploh ni zdelo, da si naravno zgledal, ampak si dovolj prestran linijo gledal pri kolesu. In tako hren leži v mivki. En človek, veš, tako kot Saving Private Ryan, ki so obležali, ne? To je... In meni se zdi to nora derka, ampak še bolj noro mi je pa spet to, ne? Pa se s Perotem pogovarjamo, ampak veš, kaj je fora, ne? Da tam so se pelali tovarniški dirkači, pa Toni Mulec, pa tovarniški dirkači, pa vsi ostali še v zadnji, ne? Tam so bil tudi dober, ne? Ja, te tekme so v bistvu, to so res toliko težke tekme bile za mene, da, pa to bi bilo enkrat zanimivo en podcast samo v teh tekmah narediti, ker to vam pa toliko zapovedi o teh tekmah, ampak ja, na koncu takrat, ko sem še vozil zadnjo leto, ko sem bil, je bilo malo ločeno že, ampak na začetku je 1300 tekmovcev štarta na enkrat. 1300. 1300, vsi smo stali tam in ko je una rampa padla, je 1400 tekmovcev šlo v smrt. Dejansko v smrt. Dobesedno tako zgleda. Ker zdaj so to naredili, štartno ravnino so prepolovili in so tudi za Mikam naredili štart. In, se pravi, gre prvo ena skupina, ne vem koliko je, pa druga skupina odzad. Ampak se mi zdi, da se to zgodilo glih tistega leta, ko sem jaz bil tam pred zadnje. Ti se je bilo meni grozno takrat in v bistvu to sem še enkrat zameril enemu kolegu mojemu, ko mi je poslal en posnetek. In tisti posnetek mi bo ostal v moji glavi in vsakič, ko se spomnim na to dirko, se tega posnetka spomnim. Ziher ste ga kje videli, ko v bistvu štartajo na tej ravnini in na tej ravnini enemu motor crkne. In se je majster odločil, da pač odločil. Se ni imel druge, ko pa da gre iz une ravnine, motor tiši ven iz gneče. Kdo to videl, ta posnetek? Ne. In? Ja. Neč. Kaj ga nekdo odzadnje? Prej slej. To je na polno so leteli mimo njega, kak je on tam prišel, ker jaz vem, ker sem vozil v dirku, da ne vidiš nič. In mislim, da se to dvakrat zgodilo, da en je prišel ven cel, en je pa na koncu ga sam en zahaklo in je v bistvu padel, tako je motor tišel, je prišel cel čez. Ampak pol en je pa padel. Ampak takrat, ko sem bil pa jaz tam na uni dirki, se pa spomnim, da sem dobil ful slabo štartno mesto in sem bil tam čist levo. In če tek povem, na tem štartu je tek, če ti štartaš od spred, ko štartajo oni top vozniki, factory vozniki, tudi pojem te dirke je, da štartamo vsi isti cajt na progi, smo od factory voznika do najslabšega voznika, vsi isti cajt na progi, ne? To je ta specifika te dirke. In jaz sem takrat levo štartal, se spomnim in na tej dirki, če ti štartaš, recimo, jaz sem po mojem bil v najslabših pozicijah, če štartaš, rečemo med 20, si ti nekako od spred se praviš, če je plaža toliko široka, si sam, nimaš nobenega pred sabo, a ne? Naslednji vzače nekako se lahko malo izogibajo mivki, če si pa tam od 50. mesta pa do 200. mesta je pa problem v tem, da ti še imaš zmerno veliko hitrost, takrat uni motorji so šli tudi 180 na unih plažah, ta prvi, ne. In ti, ko si tam nekje unih med 200, še imaš ti zmerno hitrost, ne 140, veš. In uni, ko so pa že vzati, je pa že to tako zgoščeno, da pa začne hitrost upadati, ali. Ampak tu, ko sem jaz bil, se spomnim, da v bistvu vsi moji štarti, ko so bili, jaz nisem videl nič. To je toliko mivke v zraku, pa vlage, pa vode, da je tema. Jaz sem sam črne pike tekmovalcev videl, jaz nisem videl špure pred sabo, nič nisem videl. No. Ampak ta mivka pa toliko boli, da to pa vam ne morem povedati. To je pa, da se spomnim na ta zadnjo dirko, ko sem šel, v bistvu zadnje 3 dirke, sem si govoril, da nikoli več ne grem, zaradi tega, ker je to toliko nevarno, pa to toliko boli, da ne bom šel več. A to je tako, kot te en peskov? Hujš, to ne znam povedati. To je, jaz, ta prvič, ko sem bil na dirki, sem bil v takem šoku v prvem vinku, da sem šel po čeladu z roko, pa sem pogledal. Če imaš še obraz. Jaz sem bil prepričan, da sem cel razklan. To je toliko peklo, da ne znam povedati, pa še mraz je, veš. To je res, to toliko boli pa peče. In na zadnje dirki, ko sem bil, sem dobil z take batine dunga pred mano, da sem gas pustil, pa se nasram postavil, ker sem rekel, da ne držim več tega, ko je. To je bilo pa, to ne znam povedati vam, no. Kaj pa Red Bull Romaniacs? A je tudi noro, mislim tako. Mi vidva grede vesta, pa poprav me, ti si bil tretji v svojemu razredu. Drugi? Dobro, da si me popravil. Poznata to dirko? Daj povej, kako pa je to? A je tudi noro?
Ja, ampak če jih tek dam nekako po težavnosti, so te biče res daleč od najtežji, od vsega, kar sem do zdaj odprl težje, od Dakarja, kar se teh bolečin tiče, pa nevarnosti, pa vsega, pol pa priješ, kako Romenjak. Sam Romenjak si se v bistvu v ta leto, kjer sem odprl, smo imeli si isto traso, ne. Romenjak sem bil pa jaz v silver klasi, to se pravi, da gold klasa so imeli drugo traso, ne ves čas, ampak kar nekaj cajta in tisti je pa še hujško, pa tisti, kar sem jaz vozil, no. Ampak tam je dobro, za to dirko sem tudi te dirke moje, to je zanimivo, ko sem se jih loteval in tudi to dirko nisem šel pripravljen, tudi približno, ne, in sem že tudi prvi dan umeril. No, a veš, jaz toliko skačem iz disciplino, toliko stvari imam, pa toliko dela imam, da se ne uspeš pripraviti. To so jaz tekmujem s tekmovci, ko, ne vem, en se loteva tega motokrosa že 20 let pa sam to dela, Unin Doraš je tam sam 20 let pa sam to dela, veš. In pol jaz skačem iz discipline na disciplino. V tem enduro, hard enduro je pa sem priznal na to, da ti ljudje ne povejo, kaj vse ti rabiš, za gume, kjeri gume so pravi, kjeri musi so pravi. To sem se zmogel bolj, ko ne vse sam znajde, veš, to se ful skrivajo te informacije. V bistvu boš dobil prej kjero informacije podtaknjeno, veš. V slajdkah. Tam na dnu doline je se slajdke dobro. Kako pa skrbiš za svojo pripravljenost, kaj delaš? Mislim, poleg tega, da si velik na motorju, ne? Kaj moš početi, da si fit? Ja, v bistvu jaz največ cajta probam preživeti na motorju, zato ker se zavedam tega, da fitness pa te stvari, to pri tem motokrosu, pri teh off-road športih, narediš določene stvari, ampak ne več, kar ti daje, pa še zmeri motor, zato ker praktično ti pri tem športu ne smeš biti mišič, ne smeš imeti nekih bicepsov velikih, mišic velikih, no. Ker te bo se slejko prej začelo uverati, to moraš biti po bistvu zdržljiv in Žilav. Kita, ja, to bi rekel, mogoče kaki skakalci, na primer, so približno, oni morajo biti suhi, pa kitasti v bistvu, ne. Tako da največ da motor koncu, no, in se probam vzdržati tega, da čim več ur preživim na motorju, normalno pol še, veliko delam na lastni teži, na pa vseh teh športov, predvsem različnih športov, no, ker motokros je spet tako specifični, zdaj, če rečem motokros, to pač zajema zdaj vse te discipline, je pač tako specifičen, da v bistvu na motorju ti delajo praktično čisto vse mišice. Če to pogledaš, če bi en gledal zdaj motokros dirko, enkrat se en to tega loto, kolikrat ustaneš, pa se usedeš, to ne vem, koliko počepov narediš, v bistvu kor mora delati skozi, zato ker stabiliziraš vse stvari z nogami, vse mišice praktično, no, ker voziš motor z nogami, predvsem z nogami, pri vseh teh ostalih stvarih še delajo druge stvari, roke, noge. Najmanj v bistvu se trenira roke pri tem športu, tu mogoče je fajn vedeti za te športnike, ki se lotevajo zadaj, ko vsi mislijo, da pri motokrosu moraš biti kita, ne, da moraš imeti močne roke. In vsi trenirajo na polno roke in mišice in v bistvu, ko imaš mišice, imaš težavo, da se v bistvu vojnica pol nima več kam, je premala, se ne more več razširiti in dobiš ta arm pump, ko imamo pa vsi težave s tem. Kako pa drugače voziš, ko si na cesti, pa normalen promet, motor pa avto? Kakšen voznik si? Naslednje vprašanje. Kaj v kamionu? Ne, ampak res me zanima, ljubiš hitrost, vsi pa tako, ampak a se smatraš za dinamičnega voznika ali voziš hitro, ki si sam, pa ki imaš druge si v izi? Res me zanima, kakšen si za volan? Ja, rad hitro vozim, malo hitrej. Drugače pa se ponovadi, ko imam, v bistvu, kako bom rekel, če imam nekoga zraven, nikoli ne divjam, se pravi, če imam nekoga zraven, pa če se zdi, da jaz neumno, zdaj delam z veliko rezervo te stvari, ko imam pač odgovornost za tega. Ker vem, da pač večinoma vozniki ponovadi tudi na motorjih je to glih kontra. Vsak pol hoče pokazati nekomu, koliko je dober, koliko se zna hitro peljati, koliko ta ovinek pripeljem, pol greš čez sebe in pač se dogaja stvari. Jaz pa zmeraj naredim nazaj veliko procentov, govorimo o par 10%, če imam koga zraven. Večkrat si rečem, to bi šel prihitevati, samo zdaj ne bom. Pa te kakšna dirka umiri? Jaz se spomnim sebe, po kakšni dirki sem se ujel, kako vozam 80 za kamionom, pa razmišljam čisto svoje stvari. A te umiri ali si toliko nespidiran, da bi... Ni še tam. To pa ne vem zakaj, pač ne vem, tak sem. V bistvu se včasih se vprašam, a veš greš nekam, pa se te nek urnik spremeni, ali pa koliko rečeš, pa še eno uro cajta, zdaj pa da gremo v izi. Ne morem. Jaz se bom pelil na polno, pa tam sedem avto, da ne morem. A si kdaj prehiter letel časovno? Prehiter, ja, valjda, ja. Si, ja. Tega je... Teda v bistvu enkrat en kolega rekel, Luka je rekel, kako ti lahko sploh derkaš? Sem rekel, pa se si nekova. Je rekel, pa se že glihar derko odpeljal na cesti. Ja. Zakaj ti je ta energija? Veš kaj moramo še, vedno me to ferbec matro, ne?
Daj malo povejo o temu dakarskemu motorju. Ne? Kaj je specifika, kakšna je malo ta tehnika vožnje? Ne? Prej si že omenil tu kompenzacijo moči, kako je preletu, kako je bil v mehkem, koliko moraš kuplengo stiskati, koliko moraš navijati. Kakšen je ta motor? No? Malo anatomije dakarskega motorja. V bistvu tole se mi je dobro vprašal, ker malo povedal, če bojo motokrosisti, upam, da poslušajo to oddajo, pa in oraži, ker sem tudi jaz včasih ocenjeval te voznike, pač kako se ne moš bolj hitro peljati, kako ne moš pa se jaz bi unga prehitil, pa se jaz unga prehitil, že ko sem motocross vozil, ne vem, vse te stvari, ne. Ampak ta motor moraš čisto drugače voziti, se zmeri pravim, da moram dati drugo glavo gor oziroma druge oči, druge možgane, ker ta motor je toliko težji, toliko drugače se obnaša in za motokrosiste, tisti, ko mislijo, kako bi oni to lažje odpeljali boljš. Pri tem motorju je problem, ker je teža in ta motor, ko enkrat začne iti levo, desno, takrat je bolj, da je noče nas zmodliš, če ga uspeš, pa upaš, da se bo razpletlo, ker tu praktično skoraj ne moreš več kaj rešiti. In problem je teža pri tem motorju. Mislim, teža tek v osnovi že, ampak težava je bolj tudi v tem, ko ti priješ v neutralizacijo. Mislim, težave, ki se dogajajo, je to, da ti ko peleš special, ko se približuješ neutralizaciji, se motor postaje lažji in se ti počutiš na njemu domačen, kot en motokrosist in doraš, se ti to super, priješ neutralizacijo, se umiriš, natankaš motor in štartaš z 30 kilami več. Ti si umerjena, ne? In takrat motor nenormalno drugače odreagira. Če si predstavljate, da pri nemenimi formuli ali pa pri kjerkoli tem avtomobilističnih športih, gramih delajo stvari, ne? Zdaj pa, če ti daš pa 30 kg zraven, je pa to konkretna razlika. Pa na motor, ne? Pa na motor, ja. Amortizacija drugače dela. Ti drugače delaš, zato ker si utrujen, po mojem si nekaj popil, pojedo, vse telo malo zaposliš in te stvari. In ta teža, bom rekel, je največja razlika med temi motorji. Je dejansko res, da veliko ta motor tudi prinese, amortizacija sama, te lukne, te stvari, ko se dogajajo, ne vem, z enim enduro motorjem ali pa skroz motorjem. Vprašanje, če bi preživel, to motor veliko prinese, ampak teža je pa ta stvar. Poleg tega, da ta roadbook, ko ga imaš vspred, ta tower, ne vem, mogoče za nas motokrosiste in doraše je to največja razlika tudi zato, ker mi smo navajeni neki spred med. Zdaj, če prije iz cestnih motorjev, pa tega je malo lažje, ker je navajen tistega vizerja, števca, vseh te stvari, ko jih imaš v spredju. Teda to je tudi ena med stvari, ko je drugače od ostalega motorja, pa tudi daje neko težo in teža je tudi druge, ni tam, ko smo mi navajeni. Ja, ogromno nekih specifika. Vse pri avtih je isto, ne? Sej Loeb pa Sainz sta dokazala vsem, da sta top farerja, sta osvojila vse, kar so osvojili dane, pa prijeta na Dakar, pa se najde tam neka rabska je popeče, ne, tako. Ja, to je zanimivo, ja. Pač on je dober v Sipinah, on je tudi tam, da jih šola. Kako pa zgleda ta empty quarter? To je ta morje Sipin v Saudski Arabiji, to je verjetno tak zelo impozanten prizor, ko se pripeleš tja, ne? Ja, v bistvu se voziš, jaz sem se vozil 150 km, smo imeli takrat transferja do štarta in nisem videl nič, razen tistih naftnih pločadi, ko jih imajo, ampak ne vidiš nobene hiš, nič ne vidiš, nobenega ne srečaš par kamionov na cesti, to je to. In v bistvu, polko sem jaz en cajt že bil v tem empty quarter, sem začel razmišljati, zakaj danes ne vidim helikopterja, veš, ker vsako etapo so v bistvu bili helikopteri skozi nad nami, so nas snemali in sem pol začel razmišljati, da mi smo to globoko že noter, da v bistvu, če se ti kaj zgodi, oni na koncu malo šparajo z gorivom, pa z prevoznimi sredstvi. Pa niso zraven letali. Ja, ker v bistvu tisto je rabo, je mogel pač helikopter preleteti, ker to sem videl v teh etapah, ko smo vozili, so se vozili skozi kamioni z gorivom okrog in so helikopteri pristajali, tankali šli nazaj noter, ne. Pa ni šanse, ne? Ne, to si pa to globoko noter in to je nekaj veličastnega, definitivno. Ti si nekje noter v enih Sipinah, ko pač, čeprav se včasih sprašam, včasih pa srečaš koga noter. Srečaš kar neke ceste. Kaj delajo te ceste? To kao možakar to dela. Včasih se zgodi kaj takega, ne? Ja, ker tam tudi nič ne raste, ne? Ne gredo po gobe, ne gredo po lisičke, ne? Ne. To smo imeli en dan, je bila zanimiva stvar, ko smo šli, ko so nam etapo odpoveli, smo imeli transfer 480, blizu 500 km in smo se pelali skozi eno vasico, če lahko tako rečem. In bolj je bilo zanimivo, da ko smo prišli v tisti maraton, mislim, v tisti bivovak, smo se vsi isto spraševali. Ker smo imeli časa, več ni bilo derke tisti dan in si gledal okrog in si gledal tiste hiše. Jaz nisem videl ni nakupovalnega središča, ne da ni nakupovalnega središča, nisem videl trgovine, nisi videl bencinske, nisi videl kafiča, mošeja je bila unih bajt in gledam okrog puščava, okrog, ni hriba, ni nič in se sprašuješ, kaj ljudje tam delajo. Kaj delajo za vraga noter, če nimajo... Neč, pa, preživeti morajo. A pa je vsaka Sipina, mislim tako, a jih ločeš, zdaj
ne vem, če bi ti zavezal oči, pa te zdaj odpeljal nekam sred neke sipine, pa bi ti pač tisto ruto dal dol, a bi vedel, v kateri sipini si. Misliš po značilnostih sipine? Ja, značilnost sipina. A bi rekel, ok, zdaj sem nekje blizu Dubaja, v Maroku, v Saudski Arabiji, a bi vedel, kje si? Ne, sej, da sem slab v sipinah, sem že povedal par zgodb. Tako da sipinami se res nisem domač. Daj še enkrat povej, kako je. Jaz sem šel skozi sam Dakar, če grem, sem imel čist 3 različne podlage, popolnoma pa 4 različne sipine, tako da ne bi se znajdel, mislim, ne bi rekel, ta sipina od tu. Poleg tega, da ja, premalo imam izkušenj s tem, tudi ko testiram v sipinah smo malo da. In definitivno premalo izkušenj in tudi ne znam sipin brati, jaz sem ugotovil pač. Eno je, če se ti voziš skozi sipine, eno je pa, če tekmuješ, a veš, to je ful velika razlika in drugače spremljaš stvari in ne bi vedel. Pa misliš, oziroma verjameš, sorry. Jaz skozi... Dvigan roko. Ja, si se naučil. Kaj nekaj prepočasno štartaš v tem podcastu? Treba imamo štarter. Máme lulat, pa za vprašanje. Si videl, to pa razumem, kaj če te lulat, pa boš razmišljal. Vpraš, Saša, daj. Ajde, pustim ti. Ne, pa boš šel čisto drugo smer. Ne, hoď sem te vprašati, če verjameš, če misliš ali pa če verjameš, da bo kdaj kakšen Slovenc zmagal Dakar. Ja, vala, da je možno, vse je možno. Jaz sem včasih tudi mislil, da je na motokrosu noben zmagal. Pa nisem si mislil, da govorimo o zmagi, ne? Da bi pa kdo zmagal svetovno prvenstvo, Ja. to je bilo, kje ni šans. Da pa kdo zmagal 5-krat svetovno prvenstvo. To je pa nekaj nepredstavljivega. Mislim, za Dakar, ja, vala, da se da. A veš, pri Dakarju je tudi veliko odvisno od sreče. Ker v bistvu obstaja en zračun, koliko imaš možnosti, je zelo nizek, da sploh Dakar preživiš, Aha. koliko jih zaključi Dakar. In včasih se zgodi, da če si sam dosti konstanten, pa da imaš neko približno hitrost, da se, v bistvu so mi tu vsi skozi govorili, da se favoriti sami izločajo. In se da zgodi, da pač boš prišel enkrat do tega, da bi lahko bil. Ampak se pravim, z neki srečo se da. Kakšno je pa to časovno okno glede let pri motoristih? Ja, odvisno spet, v katero disciplino gremo gledati. Je to motocross ali je to enduro ali je to... Za osvoji Dakar. Za osvoji Dakar. Pri Dakarju se mi zdi, da še zmeraj, zdaj so probali nekaj upeljevati te mlade fante noter, ampak se še zmeraj isto kaže, da se... Slušne izkušnje. Ja, izkušnje, to so ta stvar, ko šteje tu. Po drugi strani pa, ja, da se težko je po mojem tudi, koliko ceta se s tem ukvarjaš. To je meni Valkner enkrat dobro povedal, ko sem jaz njemu razlagal te moje kompresije pa sipine. Pa je rekel, če ne boš pazil na te stvari, ne boš več dolgo vozil motorja. Ker pač ti, se tako naprimer se je meni isto zgodilo, jaz se nisem polomil, ampak moje telo je pa utrpelo dokaj enih udarcev za sklepe pa za te stvari, tako da... To se vse nabira, ne? To je vse, ja, odvisno, če malo paziš na te stvari, pa če si kolikor to konstantno, lahko imaš srečo, da boš da pripeljal do zmage. Problem pa danes je, da v Dakar je prišel tako dal, že to v bistvu bil tako en motocross, ena šprint dirka. In tu gre bolj na odstrel vse skupaj zdaj, no. Koliko se pa kaj zanašaš na občutke, ne? A ti je bilo, naprimer, ti si vedel, približno ste vedeli, kakšna je etapa, ne? A veš, ali je kamen, pa trda podlaga, pa da bo letelo na pas mater, ali je kamelja trava. A imaš kdaj pred štartom kakšen tak občutek, ki si rečeš, klele bo pa treba, mislim, ga zaprt. Si imel kdaj tak bad feeling, ali pa med samo etapo? Te je bilo česa zarej strah? Med samo etapo, ja, da bi pa prej se neki dvome postavilo, pa nikoli ne. Tudi sem nehal hoditi na briefinge, ker se mi zdi, da so popolnoma nesmiselni. Določene stvari so smiselne, ampak... Niso obvezni? Ta prvi je obvezen, se mi zdi, mogoče še drugi, pol pa itak vse gre do organizacije, tako da. Ampak niso več pol obvezni. Ta prvi se moraš podpisati, da si bil tam, ampak... Kaj na vajah, na faksu? Ja, ampak jaz ne čutim razlike med unim prvim in med unim. Mogoče, če so res kakšni ruki, tam, sicer sem jaz bil med ruki, ampak da bi ti nekdo, ne vem, neke kao pomembne stvari, ampak jaz nisem... Niso bile neke značilnosti točno tiste etape, da bi kaj izpostavili, recimo kakšno sipino, ki lahko ful padeš noter v lukno. Ne. V bistvu oni zmeri neki, se mi zdi, da ti hočejo nekaj zapakirati, a veš, in...
te upočasniti. Ja, včasih ti začneš razmišljati, ko jaz sem enkrat razmišljal, pa sem v bistvu je bilo tako uniti, včasih povejo na tem kilometru pazi, na unu pazi, na unu pazi, ne, povejo kao, a veš. In en dan meni reče, en tekmoč, ko sem jaz rekel, da ne hodim na briefing, rekel, kaj pa te nevarnosti, pa to sem rekel, ne vem. To je vse nevarno. Ja, sem rekel, jaz se samo obremenjujem, ko prijem na kilometr, pa gledam, kje je uno nevarnost. No, veš, da je vodu. Ja. Veš, ker to je bila fora pri tej Sipini, ko sem jaz noter v njo padel, je bila na 6 kilometru, ni bilo nobene nevarnosti, drugače imaš označene nevarnosti. Aha. Na 8 kilometru je bila pa označena nevarnost. In ko sem sprašal na 8 kilometr, sem izgledal okrog, kje je ta nevarnost. Pussy smoke. Ja. In jaz se to tako rečem, da obremenjujem se s temi stvarmi in grem in v bistvu, ker tako v vsakem primeru jaz kot vozim zmeri, berem teren sproti. In se obremenjujem s tem, kar mi prihaja izpred oči, ne, kaj bi naj bilo tam nekje. Stop, ti od. Roko gor. Ne, prej smo se malo dotaknili izjemnih uspehov, pa izjemnih posameznikov, pa 5-kratnih prvakov, pa tako. A ti, ki si gor rasel, ali pa mogoče celo zdaj, a si imel kakšnega vzornika, ali pa nekoga, ki si rekel, fuck, kjer model je pa ta, ali pa, ne? Ja, v bistvu, ja, tisti je bil James Stewart v motokrosu, predvsem James Stewart iz Amerike, on je bil glih tako, je skrabo pa vipo, to mi je bil idol tak in njegov način vožnje mi je bil, ja, ful me je privlačil, pa tudi on kot oseba, Črnce, nema ga poznate. Poglejte si malo njemu zdaj neho dirkat in on je bil en med takih, tu v Sloveniji sem zmeri, Roman Jelen je bil mi zelo všeč kot na motorju. Poznam. Takrat in on je imel dober stil, pa tudi kot oseba, on je dober človek in pa tudi pol, mislim, da smo dobra kolega, ampak takrat sem ga gledal tako in ga boga. In on je bil en tistih tudi izmed mojih zvornikov, pol pa valjda, kar se teh ostalih disciplin tiče, pa so bili pa čisto drugačni pogledi in nisem več. A ni Stewart odpeljal eno legendarno dirko, ki je vse na šopu v eni dirki, zadnjega mesta, nekaj tazga? Jaz ali on? Ne, Stewart. Stewart, ja, to je ta dirka. V tej dirki vsi govorijo, kaj je bilo, vse je na mahu v šusu, kaj je bilo? To lahko pogledam 100-krat, če še zmeraj bom z užitkom gledal. On je padel na štartu. Nekaj se je zapletel in padel na štartu. Kakšni dirki govorimo? Motocross. Pa taka je bila bolj mivkasta. Američani za to progo govorijo, da je mivka, da je ista, ko v Evropi pa nima nobene veze. Oni imajo tam trde podlage, če temu tako rečemo. Ampak na uni dirki še ta drugega, ko ga je prehitil, izgleda tako, da je prehitil enega na 10. mesto. Ja, to je legendarna dirka, o kateri vsi govorijo, mi je še zdaj v prenosih, sem pa tja izpostavil. Pa na 125 motorjev je bil on takrat. Ja. Oni pa mislim, da je že bilo takrat kar nekaj voznikov na 254, tak, se mi zdi. Mislim, da se tako je bil drugi. 125 začne. Zato sem jaz na mojih uskvarnicih. Ja, veš, kje sem pa jaz zvedel za to dirko, no? Ker sem gledal zanč en dokumentarc, ki sem ga tudi vama poslal. Folk, zapište si ali pa pogledajte, pa bo dal med linke. Ne vem, če si videl Jeffrey Hurlings versus Eli Tomac. Americans want you to forget about this race. Si videl ta video? To je, Hurlings je šel enkrat dirkat v Amerike, to mislim, da je par let nazaj. In nekdo, ki ima kanal ASH Soman, bomo dali link, je naredil dokumentarc Homemade o tem, kako je Hurlings šel v Ameriko na eno dirko. Na ta prvi dirki mislim, da je bil drug, kaj je bilo na drugi dirki, je pa odletel, se mi zdi dosti na začetku. In je pol vse prehitil do konca in takrat so pač neke sporednice vlekli s Stewartom pa z njim. To je bilo v najbolj zmogljivem razredu. Folk, dajte to pogledati, ker to je nora zgodba. No. Skratka, prišel jih je Amer naučiti, kako se fura. Pa je tudi rekel, Američani pravijo, da je tukaj samo ena linija, pa se je model sam reže začel. Tako, ne, tle je linij milijon, ker on je furil čist drugo dirko, ko oni na isti progi. Ja. Dej nam ti malo povej, ker mi malo ne poznamo te primerjave motocross, kot ga mi poznamo oziroma spremljamo, pa ameriški supercross, oni rečejo supercross. Ja, ne, to je čisto različna disciplina, supercross, motocross. Američani imajo tudi motocross. Imajo tudi motocross. Ampak Američani, mislim, motocross evropski pa ameriški se že razlikujeta. Poleg tega, da supercross je pa tisto, kar se odvija v dvoranah, skoki so z luknami, se pravi niso povezani, vožnje trajajo veliko manj časa in vse skupaj bolj intenzivno, čisto drugo, ja. In supercross je ful priljubljen v Ameriki in tam je tudi za sponzorje. V bistvu motocross je kar malo zanemarjen v Ameriki, ker ni toliko, vse se predstavljaš, ti delaš supercross, ga narediš v eni dvorani, če rečemo v Ljubljani, na Stožicah bojo vsi prišli bolj kot ne, ker je to njim pred nosom in sediš na stolu, ješ
Na komodi. Čuvapčičev. Ja, jaz si to predstavljam, ker je NBA, mislim, košarka. Ja. V Evropi se igra boljši basket, tam pa bolj atraktiven. Jaz sem Ja, ja. za Jeremy McGrath sem navijal kot otrok, jaz sem ta Supercross full gledal. Nisem pa vedel, da je taka razlika. Ja. Ja. Ker tam pač oni sedijo, vse večinoma unih gledalcev nima veze z tem športom, ampak je to njim nek dogodek, tako pa pri košarki, naprimer. Čakaj. Pri motokrosu, še to, ja. Motokros je pač tam, so pa outdoors, tam pa se je tudi full zanimiv, pa popular, meni je bolj zanimiv, ampak manj je privlačen za te ljudi. Tam se bolj pač te ljudje zbirajo, ko pač imajo ta šport radi. Razlika na hiter še sam motokros Evropa, oziroma svetovno prvenstvo pa v Ameriki, je pa v samih progah, pa tudi Američani oni znajo dober šov narediti iz tega. Kar se pa tiče samih prog, je pa evropski motokros veliko težji, če mene vprašaš, zaradi tega, ker so proge drugačne, veliko bolj uničijo se. Mi imamo trde špure, imamo trde luknje in Američani, kar so hodili naprimer na ta pokal narodov v Evropi dirkat, niso mogli tule nikoli dirkat, so govorili, da toliko težkih prog še niso vozili, ko so jih vozili pa v Evropi. To je pa po šolo jih tja, ker prišel, ker so oni govorili, there's just one line. Ja. Tako stari. To me zanima, čisto po tvoje, kdo bi rabil daljše privajanje, nek top supercross farer ali pa Tim Geiser, če gre zdaj voziti supercross? Misliš, če bi šel če bi supercross prišel motocross, mu je veliko lažje. Mu je veliko lažje. S tem bi se veliko težje privadil na eno tako stvar, zato ker konec koncev pri motocrossu imaš ti možnost, če rečemo zdaj, da bodo mogoče navadni ljudje razumeli, mislim navadni nepoznavalci, no, da ti v bistvu en skok, ko se ga lotevaš preskočiti, če ne znaš oceniti dolžino pa višino, pri motocrossu tudi, če malo prekratek, se bo večinoma išlo. V supercrossu pa čez prekratek pa v steni. Aha. Tek je pač, ker je luknja noter, ne. Teda tam moraš biti natančen. In v bistvu ta natančnost, ko jo pridobivaš s supercrossom, ti pač pri motocrossu prav pride. Zdaj govorimo, kar se tega tiče, ampak kar se pa hitrosti tiče, bi pa tudi jaz še zmeraj lažje za enega supercrossista, ko prije na motocross, ko pa obratno. Pa če gremo iz dvorane ven, nazaj v empty quarter, ne? A si ti, ko mene bolj v naravi zanima, v dvorani. A si ti kdaj razmišljal, ali pa je bilo to izmerjeno, se mogoče jaz ne vem, ali pa bo neumno vprašanje, ampak jaz klele vidim, sabo si prinesel par tehle visokoktanskih za užilo, ne? Koliko gre kalorij takole na tapo? Si tako kaj gledal? Oziroma, koliko teh tablic moraš ti imeti sabo, da ne bo ti začela lučka svetiti? Ja, v bistvu tega, na tem sem jaz preživel moj Dakar. Ja. Zato, ker tam hrana, to sem že večkrat povedal, tam, v bistvu sem krompirja Pariža toliko povedal, da je noro. Naslednja stvar so bile pa te čokoladice. In v bistvu te čokoladice so bile pa navadi te za vzdržljivost ogljikovih hidratov. To sem pa navadi jedel pred štartom ali pa tudi malo med samim štartom. Proteinska čokoladica sem pa po navadi, zdaj če se z motorji vozite, pol veste, kako to zgleda, ker se nisem želel ustavljati, ker sem vedel, da imam še zmeri 200-300 km za prevoziti, sem si kar v bistvu odprl med vožnjo, ker sem si tempomat naredil na motorju. Seveda se zdiga. Ja. In se pol v bistvu te čokoladice jedel med vožnjo in te proteinske čokoladice, tisti geli pa tudi vmes pride zmeri prav. Ampak jaz sem pojedel tega na dan ziher 2 proteinske čokoladice, v njih najmanj 4 ali pa 6, gele 2. Se konc koncev, če pogledaš, tako si zjutraj, ko štartaš, imaš zajtrk ob 3-4 zjutraj, pol naslednji obrok ti je pa konc koncev, če imaš srečo, ga v cilju dobiš, če ne pa, ko priješ v bivovak, to je pa v 3 do 5 popoldan. Čak, kaj to pomeni, če imaš srečo, ga v cilju dobiš? Ja, če priješ do cilja, oni misliš, da čakajo poljska kuhna. Te obroki so bili zmeri skriti in preden sem jaz to ugotovil, da imamo mi obroke tam oziroma jaz mislim, da so še zmeri te obroki bili bolj za une, ko so tam delali. So te detajli, ne? Ja. In ko sem jaz enkrat ugotovil, da imam jaz obroke tam. Ja. Le izkušnje rabiš. Ja. Te obroki so bili definitivno boljši, kot pa bil ovako in se nekajkrat tam ostal, zdaj pa če si bil pa prepozen, po njih ni bilo več. Ampak čakaj, se pri KTM-u te dobro poznajo, če bi pa malo k njim zavil noter, kaj bi bilo? V bistvu imajo oni svojega kuharja, pa tudi sam za tekmovalce, oni, ko so zaposleni, tam pa to hodijo zmeri v šotor. Cel let za njih testira motorje, pa mu pa ne dajo zajeti. Naj Dakar na Dolenjskem naredijo, no noben lačen ne žeje. Točno to. The best. Ja, kva?
Ja, kaj smo reči na koncu, lahko še kaj vprašamo. Vprašaj, zato smo tukaj. Kam gremo zdaj? Zdaj sem jaz dal telefon na tiho, da. Ja. Ne vem, koliko je ura, kdo me rabi. Dej sam vprašaj. Krapovič je klical, pa KTM. Pa KTM. Naj se v vrsto postavijo. Mogoče bo zdaj cena zrasla, ko bi rekli, zdaj pa nas ne je več. Mogoče moramo pa kaj več plačati za to. Ne, imam pa zdaj eno čisto prometno. Ne? Pač, ti si motorist, motorist. Zdaj te pa iz svojega... iz svoje želje sprašujem, kaj ima danes dober motor? Če bom zdaj, veš, ko bom šel iz 125 naprej, kaj ne sme faliti na motorju, no? Da se bom relativno varno vozil. Cesten, običajen motor, ok. Da sem že starejši gospod, kaj ne smem na motorju spustiti, oziroma kako naj izberem. A je sploh varno se preseliti iz 125 na 500, ali mora biti vmes 250 pa 300? Zdaj bom kar na off-road šel, ker se nimam ekstra Pa ne. stvari. Štarter, električni zagon motorja. To je tista stvar. Drugače pa, če resno zdaj odgovorim za vse začetnike, mogoče je 125 motor je definitivno ena zelo dobra stvar za sam začetek, ker se moraš veliko naučiti. Motor je malo bolj prijazen do tebe, ni toliko močen. Naslednja stvar, ko pa bi pol šel, če bi šel 125 motorja, je pa 250 motor 4-takten. Predvsem tudi, naprimer, za nežnejši spol, naprimer, so kakšni enduro motorji, 250 so super stvar. Če nekdo nima občutka glih za gas, pač ja, določeni ljudje pač nimajo občutka za te stvari, jih je najbolj žati pol na tak motor, ker največ ti pomaga, ker je nežen. Sicer amortizacija je malo bolj mehka, ampak je motor nežen, se pravi, ko daš gas, nežno potegne, ko spustiš, je lep, ta engine brake je dober, da ni preveč agresivno, ni uno gas, ko spustiš, da kar glava skače levo, desno. Se v balanco točeš. Ja. Ker večinoma danes imajo ljudje, še zmeri je to pravilo, da mora biti 450 motor, ta prvi. To je zmeri največ problemov, zato ker motor je premočen in kar danes vidim težavo je teh, da te motorji, vsi motorji nasploh, nima veze, kjera kubiktura je pa kjera znamka, to je že toliko dognano, to so toliko dobri motorji že, da za enega navadnega lajka, ko prije prvič na motorje, to ti dopušča, prehiter ti pusti, da greš neko določeno brzino. Z avti je podoben, ne toliko nevaren, ampak hočem reči, avti tudi so že toliko sposobni, toliko znajo elektronke, tako je spopolnjeno, da si, pa sploh če imaš 4-kolesen pogon, to so take hitrosti tudi že v vinkih, da nisi pol kos, ko se kaj zgodi. Bravo, točno to, ja. In tu je težava tem, da pri motorju pa tudi tako, da enkrat, ko utrujen rataš na motorju, ti še zmeri določene stvari odnaša, samo enkrat prije moment, ko roka zategne ali ko si ti utrujen, ko glava kinkne in največ poškodb se zgodi zmeri, ko so ljudje utrujeni. Težava pa tudi v tem, da prehiter priješ na nek nivo, ampak ni pa znanja, pa tehnike, pa ne kondicije. A ti kaj, ko si se pripravljal na Dakar, tudi kaj je to motoristično gimnastiko, trail, tu si kaj daj skakal z unimi motorčki? Sem probal, pa je bila težava v tem, da ni bilo hitrosti. Se meni zdaj bilo to rekel. Nisem se navrčil tega in sem rekel, ni to za mene. In nisem se pol nikoli več tega loteval. Vse verjamem, da se pri vsaki stvari isto enako. Da pač, če ti nekaj usvojiš neka določene znanja, je verjetno zanimivo, ampak jaz sem se s tem ukvarjal. Pa še to sem probal v nekem poletnem času, ko je bilo vroče in sem rekel, kje je ta motor, grem na motor, da dam gas. On ni Toni Mulec, on je hitri Toni. S tem imam težave v bistvu na cesti. Veliko, imaš kakšen nadim? Ne, Krapovič mi je nadel dekit, ja, pač tudi zaradi... To je Kapetanovič rekel, predtem si noter prišel. Ampak nisem vedel. Toni Mulec, Toni the Kid. Res je ga. Ja, presežem, da nisem vedel. Ja, predvsem zaradi te moje narave, pa tudi zaradi priimka. Ne, ampak vse v redu, super, boš ne more biti. Zdaj smo konc januarja, a se je projekt Toni Mulec Dakar 2023-2024 že začel? Ti imaš še pesek v ušesih, po moje, a se je že začel? V bistvu tega peska na teh beach racih pa to je 3-krat več. Tu nimaš toliko veliko tega peska poseb. Ampak jaz, ko sem šel že na Dakar, sem rekel kolegu Ianu, sem rekel, pač neki smo se menili, sem rekel, sem rekel, moj Dakar 2024 začne pa 16. januarja. No, evo, ja. Tako da v bistvu, že ko sem tam bil, sem veliko o tem razmišljal, že ta Dakar sem tako doživljal. In tudi tisti dan, ko sem imel težave s tem radiatorjem, polis nisem imel sploh rezultatov nikoli več spremljal. Dajmo se mi zdaj tle nekaj zmeniti, da ko boš ti v taki fazi, da
da boš res aktivno spet čisto v projektu, pa ko boš okrog hodil, daj se še enkrat ustavil pri nas, da še en pogovor naredimo takrat. Pa ko ima na levi strani polovarja, ima še full placa za kakšen Ja, kviz. pa mi bi dali še tistih par gramov v 100-kilski nahrbnik, ki ga boš nosil na naslednjem Dakarju. No? Ja, v bistvu to bi pa z veseljem, čeprav te stvari mi ne grejo od rok, ampak konec imam težave s tem, da v bistvu se moram lotiti, oziroma želim se lotiti tega projekta, svetovnega projekta Aurelio, in to je konec februarja, tako da to je zdaj. Tako da v bistvu že v vseh teh stvarih, ko jih zdaj delam, že bom rekel, vsak dan bolj intenzivno delam na zbiranju finančnih sredstev že za samo prvenstvo in tudi pol normalno te potegne enkrat v Dakar 2024, to bo nek skupni projekt. Ampak tega se moram zdaj zelo previdno lotiti, zato ker je v bistvu to ena velika finančna zadeva spet za ta svetovno prvenstvo in tu sem zdaj spet malo v teh dilemah, če bi rekel, želim si tega iti, ampak problem je tem, da tudi se ti zna zgodi, da boš pač porabil neke finance, že preden daš sploh na Dakar prejši in ti las manjka pol tudi sam za sam Dakar. In tu sem zdaj pa spet imam to psihično borbo. Kje porabiti? Ja, iti ali ne, veš, ker ta prva dirka je že konec februarja, tudi zdaj snimam cajta, da bi rekel, ok, zdaj pa je to par stvari prispal, pa malo pretehtu, pa mogoče se zunil malo zmeno. Nimam cajta za to, niti, mislim, težko je tudi za sponzorji. Sponzorji je normalno, da so vsi zaposleni z svojimi stvarmi in se je ful težko dogovarjati za termine, poleg tega, da tudi jaz nisem glih ves čas prost. Obstaja nek splošen crowdfunding link, kakorkoli, ali je to stvar, ali je to neka stvar, da se te pokliče pa vpraša? Ja, kako sploh do tebe pridejo ljudje? Oziroma, kaj je najboljši način, da te dobijo na telefon ali pa na mail? V bistvu sem zdaj te stvari, ko sem prej omenil, na začetku probo to narediti, da pač tisko čuti, da to naredi in sem probo to nekako najbolj ljudem pripeljati blizu vse stvari. Pa sem pol videl, da so ljudje imeli kar težave s to stranjo, spletno stran GoGetFounding sem naredil in to je tuja stran in tam je treba dati kreditno kartico, je treba neke podatke dati in so bili ljudje ful skeptični, kam ta denar sploh gre, ali bom jaz ta denar dobil ali ne vem. Normalno unimi vzamejo procente, tudi to so me spraševali, normalno ta stran ni zastonj. Teda v bistvu glede te strani, ta stran bom jaz zdaj, ampak nisem še vtegnil, ampak bom verjetno probal kar adaptirati to stran in se bo dalo prek te strani zbirati še naprej, donirati zneske, ker v bistvu ta stran se mi zdi super glih zaradi tega, ok, se nekaj denarja zgubi, ampak si lahko anonim imensko, lahko daš sam email, daš sam primek, lahko daš nickname, lahko si popolnoma anonim znesek je, mislim, da je 1 euro možno najmanj dati. Se pravi, da ni nič pogojeno zneske, ni predeljnice 20, 50, 100, 200. Poleg tega, da tudi lahko te zneske na koncu skriješ, lahko daš komentar. Edina stvar, ko bi to povedal, da ko sem videl, da so mi tam ljudje kar veliko komentirali, jaz ne morem komentirati nazaj. Teda to, če ne odgovorim, to ne pomeni zdaj, da sem... Kako pa je spletna stran, je kako? GoGetFounding napišeš in v bistvu, ko priješ na stran, v bistvu je čisto enostavna zadeva. V bistvu imaš tam pol isto, tako bi rekel Google Search, ko imaš ti zdaj tebe najdeš. Sam napišeš Toni Mulec in prideš do moje strani. Se mi bomo to linkali tako. Plus kakšen Instagram imaš verjetno, ali pa kaj? Ja, prek Instagrama, Facebooka se to promoviralo, poleg tega se še majice prodajajo, sicer se bo tudi verjetno še kaj na novo naredilo, tako smo prej omenili že. In tudi na koncu za, bom rekel, zdaj, če gremo čisto na najbolj enostavne stvari, mislim enostavne, za nikoga najbolj varne ali najbolj dostopne, pa to še zmeri, da se jaz imam svoj klub, se pravi, da ti znar gre tudi direkt se meni, da ne gre drugim osebam, se lahko tam donira in se ta račun je v bistvu objavljen posod in sam podatke pišeš, narediš transakcijo, najlepše, če se napiše zraven donacija, da se ve, za kaj se gre, za te naše davčne organe, ker so še me pol odzad, koriti točejo. In te stvari pa, veliko stvari pa tudi meni osebno denar prinese. No. Super, jaz upam, da smo vsaj na en majhen način tudi mi pomagali zdajle. Ja. Upam. Bom danes popoldne pomagal, še malo. No, vidiš. Jaz sem hvaležen za vsak evro, tudi čeprav včasih mi je res težko ta denar vzeti in ko mi kdo tako reče, jaz zamrznem, po domače povedano. Jaz vem, da jaz osebno Dakarja ne bom nikoli prevozil, to mi je zdaj že jasno pri teh letih. Lani je še upal, zdaj pa pri teh six-packih. Veš, ampak mi je pa, iskreno ti povem, pa izjemno uživam, da spoznam tazga človeka, ko si ti užival, pa vidim, da imaš to iskro v očeh, pa že si ti narejen za to. Tako, ko je Ciril narejen za Komotar minuto, tako, ko sem jaz narejen za zgodbe pisati, tako, ko je Sašo narejen za mnogo stvari, razen za basket, ne, ker ima... Zdajle si ga pa ga, zdajle imaš... Zdaj si še ti začel. Prej on govoril o Janu svojemu, kaj je? Kjer?
Unkama Ko imam šibke kosti. šibke kosti. A ja, Jure. Ne, Saša nima šibke kosti, on ima Zdaj pa še ti. On rab sem nove kugelagerje v kolenih, to je to. Okay, Jaz sem zmeri rad košarko igral, sem za danem pa zelo slabo. Se jaz tudi. Ej, Razumem. Toni, hvala, ker si vletel. Čakaj. Ej, A, roka ja, gor. se res. Roka gor. Atmosfersko vprašanje. Vprost. Ampak tle moramo 2 postaviti. Ja, daj. Kar daj ti. Kjer je bil tvoj prvi avto? To bi tudi bil en podcast o tem. Ja, Se nekako Boho, poznate Boho? Ja, Ja. Polski Fiat, Pitchpoki. Ja, Pejček. To smo mi pa... peglezen. Ajde, se lahko povemo. No. Hvala. Nismo imeli spita, vada, ne vem, koliko smo bili tu stari, 10 let, 12, 13, 14, 15, ne vem. Se ne more biti drugače. To smo se šli kupiti te avte, to smo šli sami, mulci si kupiti te avte. In v bistvu smo prvo imeli samo enega, pa kar nekaj mislim, da so bili 4, pa mi smo bili 4. Tovarniška ekipa. Ampak s temi avti smo se mi ganjali, res se še danes sprašujem, kdo da se ni imel nič naredilo, ampak te avti valjda imajo pogon v zadnje, ne? Ja. Ampak nismo s temi avti, Ken Blok nima za burek. To smo A skozi. pa motor? Motor pa tudi APN 6. APN. APN 6, 4, mi smo takrat govorili. Ampak s temi pitchpoki smo se pa si zvrnili, ja. To smo pa bili, to je pa šlo okrog. Ampak te APN-i, to smo pa tudi, to smo skozi frezerali, bati, van cilindre, brusli, dize, grdo. APN 6, ja. full lover. Prvi cross motor je bil pa Kawasaki. Ja, to je to. Jaz nečeš ne upam reči, da bom spet kaj narobe naredil, tako da daj si Saša zaključi. Ne, mislim, se nimam kaj zaključiti. Toni, ful ti hvala, da si nas prišel, da si prišel k nam v Brlog, pa da si povedal svojo zgodbo. Ja, hvala vam za povabilo. Pa upam, da še, tako smo rekli, naredimo še eno oddajo. Obvezno. Itak je toliko stvari bi bilo zapovedati za vsako stvar. Da. Ja. Ej, pa pol, ko boš zmagal Dakar, bi te pa prosil, če lahko enkrat naredimo podcast pa tam v cilju. To sem pa v bistvu, so me zdaj domačini naredili zmagovalca, ko sem se počutil, ko sem tokrat rekel, jaz sem bil 24, tak sprejem, a veš. Ja, sem bil res lep sprejem. Ja, res je V bilo. snegu, motocross motori, navijali so, The best, ej. res. Toliko ljudi je bilo, ja. Ja. Polno vse in sem rekel, jaz sem bil 24, ampak sem pol šel gledat moje kolege, oni so bili, ne vem, 3., 4., 5., niso imeli taka sprejema. In to sem se res dobro počutil, da na tak način sem bil že zmagovalec, ampak zmaga Dakarja pa mora biti pa toliko stvari poklopljenih, da... Jaz verjamem, kaj. Jaz Jaz tudi. tudi. To so te stvari v bistvu, ko je težko govoriti tudi o tem, o teh rezultatih, a ne? Ker v bistvu na Dakarju ti lahko imaš perfekten dan, naslednji dan si pa lahko že na 2. kilometru avt. Naprimer Sam Sunderland je bil svetovni, mislim, je zmagal Dakar 2-krat in je letos v prvem dnevu na 40. kilometru se poškodoval po odstopu. Ja, vse to so te zgodbe, ne? Teda tu ta Dakar je ful težko govoriti o rezultatih, pa... No, se vsem. Mi vsem upamo. Hvala. Verjamem. Jaz verjamem. Ej, Toni, hvala. Hvala vam za vse. Ej, lepo bod. Ej, smo kar lepo potegnili, ej. Dobro. Uro 40 vsaj, uro, ja. Jaz sem pozabil, jaz bi drugačen žakelj mivka raztresel, gled.